Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Dobrodošli na MoneyHow live. Kar nekaj znanih obrazov se videvamo praktično že vsako leto, nekaj tudi novih obrazov, tako da dobrodošli na dogodku MoneyHow live. Kot vidite, snemamo audio, video, foto, vse bo dokumentirano. Tako da ja, čaka nas kar precej pester dogodek. Na srečo imamo super vreme, tako da nas sonce prav preveč ne moti. Tretji dogodek oziroma tretja okrogla miza je pa sploh zanimiva. 7 vprašanj bomo izpostavili, ki bodo ključna, na katere moramo odgovoriti za naslednje desetletje. Kot vidite, Nejc Bizek je že z nami, pridružil se nam je iz New Yorka. Nejc Bizek je iz Bitstampa, malce več bo potem povedal tudi o tem halvingu, ki se je zgodil in pa seveda, kakšni so bile potem tudi učinki na kripto, se verjetno itak vsi spremljate, tako da sem prepričana, da veste. Zdaj bi pa povabila gospoda doktorja Mojmirja Mraka, da se mi pridruži, redni profesor na ekonomski fakulteti. Mislim, da ste ga imeli že kar nekajkrat priložnost tudi poslušati na MoneyHowu, tako da dobrodošel, profesor Mrak, med nami. Povabila bi tudi Matjaža Filipiča, solastnika in partnerja v podjetju KF Finance ter Alfi skladi, je največji ponudnik alternativnih skladov pri nas. Potem Andraž Brili, njega ste tudi že večkrat imeli priložnost spoznati na našem podcastu, ocenjevalec vrednosti nepremičnin in pa partner v podjetju Capital Genetics, pa danes ste ga itak že slišali, je že nekaj povedal na temo nepremičnin. Andraž se nam bo tudi pridružil. Andraž je pač deček za vse. Ponudimo ga, kot vidite, za stole nositi, za okrogle mize voditi, kot tehnik, tako da tudi Andraž, tebi dobrodošel. Iz Capital Genetics, drugače tudi redni gost podcasta MoneyHow. Tako da, evo, dobrodošli vsi. Bomo kar začeli z eno zelo aktualno temo in sicer danes zjutraj sem brala na Bloombergu članek o TikToku. ZDA poskušajo v bistvu nekako izsiliti spremembo lastništva TikToka oziroma ga želijo, če se pač to ne zgodi, tudi prepovedati. Politika se je seveda umešala in ko se umeša politika v eno tako zgodbo, profesor Mrak lahko pride tudi do ene take zanimive zadeve. Tik pred volitvami smo, v Ameriki novembra potekajo volitve, tako da ta zgodba je še dodatno nekako začini to geopolitične neke tenzije, ki smo jim priča. A imate mikrofon? Ja, imam. Hvala lepa. Hvala za povabilo. Z veseljem. Že mi je veliko zadovoljstvo. Ja, lejte, to, kar ste rekli, dobro, to se danes pisali, Če spremljaš Financial Times ali pa te revije, lahko vsak dan to vrstne stvari spremljamo. To je to, kar pravite, da je dejansko je prišlo do ene precej velike spremembe v zadnjih, jaz bi rekel, 10 letih v primerjavi z prejšnjimi, recimo 30 leti. Če bi gledali ti sistem prej, je bil to vendarle sistem, ki je temeljil na nekakšnih pravilih igre, in je v tistem času je več ali manj ekonomija funkcionirala brez nekih večjih vplivov politike. Jaz ne rečem, da politika je imela vplive, ampak v bistvu ta globalizacija, ki je takrat bila, rekel, v zelo velikem vzponu, je bila v bistvu okolje, ki je omogočala, da so šli pač subjekti ekonomski na drug del sveta, brez nekih resnih omejitev političnih. Tole, kar se pa zdaj dogaja, je pa, jaz bi tako sumarno rekel, da ekonomija vse bolj postaja inštrument doseganja nekih nacionalnih strateških ciljev. In tole je nekaj takega, kar ste klele rekli. In to se moramo zavedati, to je neko okolje, ki je bistveno drugačno, kot je bilo. In to je okolje, v katerem bomo po mojem živeli kar neko naslednjo, ne leta, ampak verjetno kar mogoče desetletje, 2, 3. To, kar se dogaja danes, zdaj v zadnjih, jaz bi rekel, 3, 4, 5 letih je, da se karte zelo na novo mešajo in to se ne mešajo za neko zelo kratko obdobje, ampak za neko kar majčkeno daljše obdobje. In to je nek okvir, ki se, če bo pol diskusija, ki lahko se tem kaj več pomenimo, v bistvu svet, po mojem mnenju, gre v neko
dualnost, ne? Dva nekakšna politično-ekonomska pola se kreirata. Ne? Zahodni, če hočete, ne? Pod vodstvom nekak Amerike, kle smo tudi EU zraven, ne? In v bistvu, jaz bi rekel, vzhodni, ne? Kjer se pa Kitajska zmeri bolj jasno pozicionira kot vodja tega bloka. Ne? Rusija kle ni več v tej situaciji zaradi vojne, imamo ta razširitev BRICS-a, ampak to gremo pa že zelo daleč. Ampak če bo do tega dejansko šlo v ta duopol, ne? Bo to pomenilo, da bo to imel tudi zelo velike vplive na biznis, ne? Kreirajo se paralelni plačilni sistemi, kreira se marsikaj, ne, tako da tudi če se pogovarjaš danes že s tistimi firmami, ki res globalno delujejo, ne tisti, ki delajo v evroconi, ne, tam tega še ne čutimo toliko, ampak čim pa delaš ti zelo globalno, se pa včasih postavlja že vprašanje, ne, v tem smislu, če boš delal z mano, ne boš delal z unim. Ne. To pa je neka stvar, ki je mogoče 15 let nazaj nismo poznali. Ne. In to, tudi zdaj pa če se mečke na Slovenijo, pa na EU, ne, vrnemo, to je eno okolje, ki niti za EU ali pa za male generalno ni hudo primerno. Ne. Mogoče mečkam bolj v telefon, mikrofon. Nejc, mi te drugače vidimo in te bomo zdaj tudi slišali. Zdaj glede na to, da si ti v New Yorku, mogoče lahko malo poveš, kakšno je vzdušje, kaj se dogaja zdaj s tem TikTokom, s Trumpom, ki je proti tej prepovedi, na drugi strani so drugi politiki, ki so za, se pravi spet nek spopad. Kako se to kaj čuti v življenju Američanov? Ja, ne prav posebej, da bi rekel v nekem vsakdanu, je pa to seveda del novic. Slišal sem v bistvu del odgovora, s katerim sem se strinjal, da to nekako te dogodki, ki jih spremljamo, to je nek premik stran od tega trenda globalizacije, v trend deglobalizacije na nek ekonomski način. In če smo prej gledali konflikte v preteklosti tekom 20. stoletja, ki so bili bolj kinetični konflikti, se pravi vojne, se ta konflikt zdaj zelo močno seli v ekonomske vode. Se pravi, nihče si ne želi pač odkritega konflikta, ampak je pa ta konflikt prikriti, ki pač ekonomsko eskalira. In to je, TikTok je samo pač kamenček v tem mozaiku, nekih ekonomskih ukrepov, ki jih Amerika vodi proti Kitajski in ki jih tudi Kitajska vodi v določeni meri proti Ameriki. Zdaj, kaj pa to pravzaprav načeloma za trge pomeni, če globalizacija pomenila, da so bili to neki deflacijski pritiski, smo bili v nekem deflacijskem okolju, pomeni, da vsak tak ekonomski ukrep, ki omejuje poslovanje na nek način oziroma izsiljuje takšne spremembe, mogoče TikTok je samo en delček v tem mozaiku, ampak karkoli recimo, ki ima bolj konkretno veze z dobavnimi verigami, so pa to so vse inflacijski pritiski, to se odraža v tem, da smo prišli iz nekega okolja, ki je bilo sekularno deflacijsko v neko okolje, ki so zdaj ta 20. leta 21. stoletja, so po mojem mnenju sekularno inflacijska in to je samo en indikator v to smer. Ja, omenjali ste že Evropo, ki v bistvu pripravlja tudi dejansko neke tarife na električna vozila, kitajska električna vozila. Danes zjutraj je bila tudi novica, da bodo posegli tudi na trg medicinskih pripomočkov, tako da tudi Evropa konec koncev nekako stopnjuje te napetosti s Kitajsko. Profesor Mrak. Ja, lejte, če se svet takole spreminja, v katero smer se, bo Evropa tukaj nujno morala reagirati na to, ali bo sposobna reagirati na to, to je druga stvar. Ne? Ker mi vidimo recimo zdaj že to, kar ste omenili, recimo Kitajsko pa recimo avtomobilsko industrijo. Ne? Eden od ključnih problemov je, da imate vi zdaj odgovor na to, kar se dogaja s kitajskim uvozom v Evropo. Ne? Strani dveh glavnih evropskih proizvajalcev mobilov popolnoma različen. In tukaj se bomo mi v bistvu imeli velike probleme. Kako pride do enotne politike Evrope do posameznih teh stvari. No, če smo že konkretno na tele kitajski stvari, Nemci recimo zagovarjajo stališče, da nekih prav hudih omejitev uvoza kitajskih avtomobilov, zapravo nekega hudega protekcionizma, klele ni pametno sejati. Medtem ko Francozi
popolnoma obratno. Ne? Pravijo, ne, treba je to zaščititi. Ne? Sam jasno, pa ko greš gledati, zakaj so tako različna, diametralna nasprotna pozicija je. Razlika je preprosto v tem, da imajo Nemci na Kitajskem ogromne proizvodne kapacitete, ne? In logično je, če bomo v Evropi naredili neke protekcionistične ukrepe, verjetno ni treba biti hudo pameten, da bojo Kitajci na nek podoben način reagirali, ampak te ukrepi, jasno, ne? Ene Francije ne bodo kaj posebej prizadel. Tako da jaz mislim, da je en ključen izziv za Evropo zdaj po teh volitvah, ker Evropa zdaj praktično je pol leta paralizirana, bo kako prideti do nekega enotnega odgovora, govorim na tem zunanjem ekonomskem področju, se pravi skupna ekonomska politika, in drugo je, kaj bomo naredili na notranjem trgu. Tole, kar je bilo zdaj, ko so tele poročila prišla ven tega Lete in Dragija, kažejo na to, da bomo morali bistveno spremeniti te politike, če bomo hoteli sedeti za tole globalno mizo. Danes sem slišal en tak rek, ki mi moram reči, da mi je po svoje mečkan grozljiv, ampak jaz se z njim zelo strinjam, da se bo praktično v naslednjih 5-10 let nekako definitivno izkristalizirali, ali bo Evropa sedela za tole mizo globalno, ampak če bo sedela za mizo, bo morala sedeti kot Evropa, tudi Nemčija je premajhna, ali bo nekako Evropa na mizi, kaj se pa na mizi dogaja, pa poznamo. Tako da je mogoče to izziv, ki je precej večji, kot je bil recimo tale COVID kriza za Evropo v tem smislu, da je bila to kriza, ki je bila več ali manj simetrična za vse, smo pa tudi relativno se hitro zmenili, kaj je treba narediti. Tukaj imaš pa v bistvu ukrepe, ki bodo zelo različno vplivali na posamezne države in bo najti skupen odgovor precej težje. Tako da tudi mislim, da tele volitve, Evropski parlament, kakorkoli, mogoče mislimo, se to dogaja, hudičev pomembne so. Hudičev pomembne so, ker mi vsi, tudi sklele gospodarstveniki, smatramo ta skupni trg, da to je dano. Ni dano. Če bo prišlo do nekih cirkusov, lahko pride tudi do cirkusov na področju skupnega trga. To pa pol vemo, kaj pomeni tudi za nas v Sloveniji. Ja, geopolitiko zelo pozorno spremljajo tudi investitorji. Tudi vi, mogoče, Matjaž, spremljate, vi imate alternativne sklade, ste pozorni na geopolitično dogajanje? Ja, najprej hvala za vabilo. Prvič z vami, čeprav podcast poznam. Drugič, ko sem poslušal že prej v začetku, sem se sprašal, če mi sploh sem sodimo. Zato, ker alternativni skladi so vse, kar ni borza, pa tudi z bitcoini nimamo pravka. Mogoče sem 2 besede, kaj alternativni skladi so, če lahko. Lahko kar. Za boljše razumevanje, ker ne poznam publike v celoti, pa njihovih izkušenj. Mi pri nas, recimo, če bi rekli, imamo borzo, vzajemne sklade, obveznice, potem pa, ko si predstavljate kot nek kitajski zid, za tem kitajskim zidom vse, kar to ni, so alternative. In na Zahodu je to že zelo, zelo dolg razvit, od nepremičninskih skladov do obnovljivih virov, do kreditnih skladov, do private equity-ja, do start-upov in temu podobnega, bolj ko se temu, te mejnici, mogoče kitajski zid je napačna izraz, ne? Bi rekla, ja. Ok, se upravičujem. Bolj kot se temu odmikamo, gremo, vse so alternative. Na koncu je tudi Bitcoin alternativa, na koncu je tudi zbiranje znamk, pa oldtimeri, pa konji, dirkalni. To so vse alternative, ampak bolj kot greš stran, bolj je tveganje, večje je tveganje. Ne? Pa še glavne razlike. Borza je veliko bolj likvidna, oziroma je po defaultu, po definiciji likvidna. Alternativni skladi se šteje, da niso likvidni. Druga prednost, ki pa mi zagovarjamo, seveda, ki se z vlagatelji pogovarjamo, je pa volatilnost. Borza seveda pa vse stečaji povezano niha. V dnevu, v mesecih, v tednih neke te alternative pa bolj zasledujejo dolgoročno donosnost, dolgoročno vrednost, ki jo nosiš. Zdaj pa, da ne grem sam. Še jaz uskočim, je še ena zelo pomembna razlika. Seveda. V alternativne sklade lahko investirajo samo profesionalni vlagatelji. Medtem ko mali vlagatelji pa pač ne. Drži, pravila so se spremenila, mogoče tukaj lahko. Meja za vlaganje v alternativne sklade je 50.000 evrov v Sloveniji, če imaš vso to, če ima ta upravljalec vso potrebno regulativo. Zato, ker se pravim, trg je manj transparenten na alternativnih in posledično potem regulator uvede toliko več nekih, bi rekel,
stopenj nadzora, zato da bi zaščitil nepoučenega, rečemo Janeza pa Micko, jaz temu rečem. Ne. Kar se pa tiče makro situacij, sigurno, seveda, mi, če sem prej rekel Wall Street, mi smo na My Street. Ne. Mi poslujemo v lokalnem okolju, mi poslujemo Slovenija, Hrvaška, tukaj se mi domače počutimo. Ampak zagotovo je pa točno to vse. Makroekonomska situacija predstavlja tveganja, ki se preselijo v poslovanje vseh teh podjetjih, kjer smo mi prisotni. In en teh, bi rekel tako, zelo konkreten primer tega, kar ste vi prej razlagali, je, da imamo zelo veliko firm, s katerimi se mi srečujemo, ne vejo, kako poslovni načrt za 2025 narediti. Ne, in kako karkoli planirati. In potem tudi, ko se transakcije pa vrednote ne delajo, se dejansko prihajajo zaradi teh nekih nove realnosti, nove nestabilnosti, se prihajajo v transakcije, potem novi instrumenti, kot so te earn-out metode, struktura, se pravi, vedno je pol dogovora je cena, pol dogovora je struktura in struktura zdaj dobiva vedno večji pomen. Tako da tako to mi doživljamo. Vprašanje je to seveda za milijon evrov, kaj se je dogajalo, ampak večja nestabilnost pomeni večje tveganje so višji donosi, verjetno je pa s tem povezan tudi obrestne mere, pa inflacija in tako naprej. In mislim, da jaz se strinjam z gospodom Mrakom, da bo to najbrž še kar nekaj časa trajalo. Jaz sem bil recimo večkrat že gost pri Mariji, pa vedno se pogovarjamo o teh nepremičninah, pa kdaj bo nepremičnine cene padle, a bo še rasle. Jaz sem vedno poudaril, da je to makroekonomska situacija izredno pomembna tudi za naš trg. Se strinjam tudi z Matjažem, smo majhen, nelikviden trg, ampak konec koncev neka širša geopolitična situacija bo vplivala lahko na sam trg tudi nepremičnin. Zgodili so se nam dva dogodka v preteklih letih. Prva je bila COVID kriza, ne? Vsi smo takrat zaskrbljenostjo spremljali, kaj pravzaprav se bo zgodilo z samimi nepremičninami, predvidevali smo, nekateri scenariji so bili zelo črni, pa se na koncu ni nič zgodilo, ne? Zaradi te COVID krize, pol smo se ustrašili vojne v Ukrajini, pa tudi to ni imelo nekega vpliva na samo nepremičninski trg. Šele zdaj zadnji dogodek, višanje obrestnih mer, je v bistvu mal naredil neke disrupcije oziroma mal za njih vse skupaj, saj likvidnost se je pri nas zmanjšala. V tujini pa so mogoče tudi vidni že kakšni padci na nepremičninskem trgu, kjer to bolj se odraža. Z vidika makro pa obresti, pa spet vašega komentarja, pa primerjave Amerike pa Evrope. Ne. Naša izkušnja, anglosaksonski svet dela toliko več dolga uporablja pri vseh transakcijah, kot ga recimo Evropa. In zdaj spet obrestne mere. Potem se tukaj na dva načina pokažejo. Ko obrestne mere zrastejo, je v Ameriki se hitro vse skupaj poslabša, ampak oni takoj potem tudi izboljšajo svojo situacijo. V Evropi pa te stvari preden zadanejo kakšni problemi in preden se izkopljamo iz vsega tega, pa potem spet traja. Ne? Ali lahko mogoče vseeno se vrnem nazaj na nepremičnine, ker si rekel, da bi potencialno lahko geopolitika vplivala tudi na naš trg nepremičnin, po drugi strani pa recimo Ivo Boscarol je napovedal gradnjo, ne vem koliko točno stanovanj, ampak ogromno za relativno ugodno ceno 1000 evrov na kvadratni meter. Kako gledaš na to? Hkrati pa vemo, da na Kitajskem je pač nepremičninski trg, gradbeništvo v resni krizi, ne? Mislim, prvič mogoče pohvala temu, da se je odločil, da bo probal pod tržno ceno ponuditi stanovanje na trgu. Moramo se zavedati, da je ta projekt bo prišel na trg kar čez precej časa. Ne? Če sam pogledamo, kire korake mora še narediti, da bo prišlo do realizacije pa do same ponudbe na trgu, da bojo te stanovanja prišla na trg. Ne? Ampak če je gospodarska situacija dalj časa slaba, pa če bi recimo to obdobje visokih obrestnih mer ustrajalo izredno dolgo, se že zdaj pozna, da pri stanovanjskih nepremičninah veliko večina ljudi si pri teh cenah enostavno ne more privoščiti in kalkulacije se jim ne izidejo, da bi lahko kupili to stanovanje. Imamo zelo plitek trg, po drugi strani je zelo malo neke kvalitetne ponudbe za te ljudi in se pri nas to ne odrazi v nekem kratkem obdobju. Ampak če bi ta
slaba gospodarska situacija in prišla kakšna recesija, ki bi trajala več leta, bi to sigurno pomenilo, da bi prišlo do pritiska tudi na povpraševanju, velikega pritiska in tudi do nekega povečanja zalog na sami ponudbi in to bi lahko posledično tudi pripeljalo do nekih znižanj cen. Profesor Mrak, dolgo časa čakamo na recesijo, ne? Lahko samo en komentar, ne? Evo, zdaj spet poslušamo, ne, o visokih obrestnih merah, ne? Dragi moji, dajmo se zresniti, 3%, 4%, mislim, govorimo o centralnih bankah, ne? To je obrestna mera, ki je še vedno gledano majčkeno bolj zgodovinsko nizka. Ne? Obrestne mere, to, da smo imeli 10 let življenje brez obrestne mere 0, to je nenormalno. Ne? In zdaj jasno, če mi govorimo o tem, da smo prišli na 3%, da je to pa zdaj nekaj nenormalno visokega, pol v bistvu imamo kar resen problem. Ne? Jaz mislim, da bomo živeli. Zdaj je velika diskusija, bojo centralne banke zdaj znižale, tudi če jih bojo znižale, govorimo o 0,25, kle ne bo nekega hudega znižanja. Jaz mislim, da je treba pričakovati, da bojo šle na majčkeno daljši rok to, kar je bilo rečeno. Jaz mislim, da se bomo mi soočali z strukturno inflacijo, ki bo precej višja, kot je bila in jasno, to pol pomeni, da bo tudi denar dražji, tako da jaz nepremičnin nič ne poznam, ampak govorim generalno, majčkeno bolj splošno, tako da te obrestne mere, ne vem, jaz sem edini verjetno v tej dvorani, ki se spomnim, leta 81, veste, koliko so bile obrestne mere centralnih bank? 21%. To, kar je danes 3%, je bilo 21%. Takrat je pol, recimo Jugoslavija, Mehika, pa te države bankrotirale. To tudi ni bilo normalno, ne? Ne, tudi ne. Samo obrestne mere, tam nekje 5-7% so bile pa obrestne mere zadnjih, 40 let kar precej normalne. Tako da to, kar je bilo zadnjih 10 let, to je bilo jasno izjemoma, in taka stvar se tudi ne more ponavljati, ker če se bo ponavljala, bomo imeli jasno kompletno fiskalno in monetarno politiko razsuto. Se strinjam, da so v bistvu ti nivoji obrestnih mer čist nekaj normalnega, samo so cene nepremičnine toliko zrasle, da enostavno dohodki temu niso sledili in zmanjka vmes razpoložljivega dohodka. To se pa strinjam. Mogoče bi sam eno opombo dal pod vse to, kar ste se pogovarjali. Tukaj še nismo izumili produktov, ki se ne bi amortizirali na 100 let. To je sam ta razlika. Obrestne mere so padle, pa še zmer v 20 letih nekako se stanovanjska posojila poplačajo. Če bi šli pogledati mogoče tam Nordics Market ali pa druge, v bistvu praktično sam tekoče obresti plačujejo, ona glavnica je kar obešena gor na nepremičninah. In to je bila tudi posledica nedostopnosti stanovanj in mogoče tudi tradicionalno drugih časov po obrestnih merah, 10-15 let nazaj in več, tam do začetka 80-ih. To je zanimivo, koliko se finančni portfolio produktov prilagodi dostopnosti ali pa kupni moči končnega potrošnika. To se vidi skozi obveznice v zadnjih 10 letih. Zanč mi je kolegica rekla, mlada kolegica, ki ni po moje še doživela neke resne finančne ali pa gospodarske krize, je rekla, da je ful denarja na trgu. Seveda na bo delnica Nvidia upadla za 40%. Tega scenarija recimo mladi ne vidijo, ker so v bistvu zadnjih 15 let priča praktično konstantni rasti. Kako recimo odgovarjate, pa prej ste omenili tudi dolg držav, kako recimo odgovarjate eni taki mladenki, ki pravi, da se kopamo v denarju in da itak, kam bo pa šel denar, če ne v neke take investicije? Se ni problem, da gre v investicije, samo pol ne smemo biti presenečeni, da se bodo generirali balončki, in te balončki bodo v nekem trenutku počeli in pol vemo, kaj to pomeni. Tako da to, lejte, en balon, ki ga sigurno imamo, je ta na segmentu obveznic. Mi smo v trenutku, ko so bile te obrestne mere tako nizke, in so bili pol te donosi zlasti na obveznice z visokimi bonitetami, so bile negativne. Kaj so investitorji počeli, pa nekateri so šli jasno v investicije, v obveznice z višjimi tveganji, ampak jasno, s tem so prevzemajo višje tveganje in lahko bo v enem trenutku prišlo do kakšnih stvari, ki nas bojo pol presenetile. Tako da to, da imamo tako likvidnost, da je bila taka likvidnost, ta likvidnost je nekje parkirana in je jasno, se gradijo neke baloni, ki bodo v enem trenutku
tako kot so jih imeli takrat v bančnem sektorju, bojo pa kje drugje eksplodirali. Marsikdo se zdaj sprašuje na tej točki, kje je ta črni labod, kaj se bo zgodilo, kaj nas bo presenetilo, kdaj nas bo presenetilo. Veste, koliko časa že govorimo o tej recesiji, kar ni in ni. Ne vem, če govorimo toliko o tej recesiji. Zdaj smo imeli zelo zadnje 2-3 leta, smo imeli, enkrat si imel leta 2020, si imel stopno praktično zaradi tega COVID-a toliko nizko, pa smo imeli po energetiki. Zdaj, mi imamo praktično v zadnjih 5 letih gremo iz krize v krizo. Ja, malo drugačna kriza. Zdaj, če gledate v bistvu tole, kar se dogaja končno z Evropo, Nemčija v letošnjem letu praktično na nuli. Nobena od resnih gospodarstev, mislim, ne resnih, ta večjih gospodarstev Evropske unije nima za letos predvidene gospodarske rasti več kot 1%. Govorim tukaj Francija, Španija, mislim, da tudi ne, ampak Nemčija je pa na nuli. Tako da, zdaj, če to smatramo, da je to že v redu, to je praktično na robu recesije. Na robu. Mislim, to je praktično stagnacija. Stagnacija, ja, to je to. Kaj pa mogoče še lahko dodate še Slovenijo? Zdaj ste rekli, da so te večje države na nuli. Kaj pa Slovenija? Kakšne so pa naše napovedi? Ja, napoved, mislim, da jih je zdaj dala Umar pred parimi dnevi. Mislim, da je govora o rasti tam okrog 2%. Ta napoved je majčken znižana v primerjavi z napovedjo, ki je bila dana jeseni, predvsem je pa razlog za majčken znižano napoved to, da se je precej znižala napoved za Nemčijo. In s to našo, bi rekel, precejšno povezanost z Nemčijo je logično, da smo zaradi tega tudi pri tej stvari šli neki dol. Tako da pač v tej situaciji je ta naša gospodarska rast solidna glede na situacijo, ki je. Črni labod, ja. Ena zanimiva zadeva je, Evropska centralna banka dela stres teste vseh sistemskih bank in oni so ocenili kot eno ker se potem preigravajo vse scenarije, ki so se zgodili v preteklosti, ker tle so izkušnje, ampak so ocenili kot eno največjih tveganj cyber security, zato ker imamo NLB, pa imamo, ne vem, da ne bom zdaj kakšne naše zelo majhne banke, tam se NKBM smeji, ampak imamo NKBM, imamo NLB, potem imamo pa še nepar zelo majhnih bank, ampak da oni kupijo nek cyber security, jih verjetno isto stane in si ga ne morejo vsi na istem nivoju privoščiti. Evropska centralna banka je ocenila, da če bi se zgodil napad na neko banko, da bi to lahko bil nek trigger, ki bi sprožil paniko med prebivalstvom. In pač karkoli. Vse scenariji so potem spet znanstvena fantastika, ampak tako, ena izmed takih realnih ocen, ko se meni zdi realna. Ja, zanimivo. To so pa tudi ene izmed bolj donosnih delnic podjetja, ki se ukvarjajo s cyber securityjem. Zdaj si v banki samo zato, ker imaš bančno licenco sicer in delaš dobiček. To je pač to. Sediš pa na zastonjih depozitih. To je moje mnenje. Pardon. Ja. Točno to, ja. V glavnem, ko govorite o teh balončkih, veliko smo se pogovarjali o teh fantastičnih 7, veličastnih 7, zelo veliko je bilo govora o tem, številni analitiki, borzniki so rekli, da tukaj še ni balona, skratka, donosnosti teh 7 delnic oziroma 6 so res take lepe, fantastične, če lahko rečem, v zadnjih 5 letih, ko gledam tukaj Nvidia, 1600% donosnost, medtem ko Bitcoin 1100% donosnost smo v zadnjih 5 letih. Tako da to so res take neverjetne številke. Andraž, kako ti gledaš kot upravljalec nekdanji premoženja na te nore procente? Kako gledam? Dajem jih nekako v nek segment, kjer se inspiracija z inovacijo in investiranjem skupaj združila. Ne vem, ko ne rečem drugače. Zato, ker gre v bistvu v obeh primerih gre za neke, rekel, nove inovacije ali pa tehnologije, ki se uveljavljajo na trgu. Če pogledamo ta zadnjo generacijo čipov od Nvidia in kaj poganja in kaj v bistvu kakšne, rekel, poslovne modele omogoča z strojnim učenjem, umetno inteligenco in to gre vse od obrambe, robotike in itd., je pač nastalo neko ozko grlo. In zdaj seveda seme se poseje, zdaj koliko daleč ga lahko pa inspiracija, kaj bo z tega ratalo, je pa neskončno odgovora. In mislim, da del tega se je pač dogajalo. Enostavno pač je bil momentum, kjer je nekak trg samega sebe hranil s tem pozitivnim sentimentom. Zdaj, centralne banke pa v resnici do zadnjega resnejšega
dviga obrestnih mer, pa resnejšega v tem smislu, da jim je nekdo verjel, da sploh mislijo nekaj narediti, ne, so dale popoln alibi za takšen način investiranja. In zdaj kaj se pa v tej točki naprej lahko zgodi? Jaz mislim, da trg še zmeraj ne verjame v to tezo higher for longer. To pomeni, da bo dlje časa osnovna obrestna mera, tako kot ste vi rekel, gospod profesor, nekje, ne vem, mogoče okrog 4%, ta, ne vem, kaj že, klira nekako, bom tako rekel, vsa makropričakovanja, da inflacija nekako malo pod kontrolo v tem smislu, da če je kaj slabš, spustimo malo nižji, če nam vzide izpod nadzora, govorim makroekonomsko slabš seveda, ne? In če nam inflacija izide z nadzora, bomo malo dvignili. Torej, moje pričakovanja so, če inflacija pride nazaj, bomo šli na 6. Če v bistvu se stvari zakomplicirajo, bomo pač morali zniževati. Ne? In zdaj, ko smo se pripravljali na ta dogodek, sem šel malo nazaj gledati. Ne? In recimo en izmed indikatorov, ki ga jaz tako malo strateško gledam dolgoročno, sicer je popolnoma neuporaben za kakršnakoli taktična vprašanja, kako bom jaz zaslužil čez 6-12 mesecev, popolnoma neuporaben. Ampak gledam, kje je recimo 10-letna donosnost za dospetje ameriških državnih obveznic. To je načeloma ta veliki z vojsko zaščiten trezor svetovni, neomejene likvidnosti, teoretično govorim, relativno glede na druge. Ker tja, v bistvu, to je kak goba, ki lahko srka ves denar tega sveta v resnici na nek način. Ne? In tam v bistvu zdaj dobimo tam 4,2, 4,5. Če pogledamo ciklično prilagojene dobičke v S&P 500, kaj vzamemo? Vzamemo povprečno maržo zadnjih 10 let in izračunamo na te cene na nek način, kje bi lahko bili dobički v smislu nekega trenda, ne, kje smo zdaj. Ker zdaj smo morate razumeti na vrhu. Imamo maksimalne EBITDA marže, imamo maksimalne rasti. Microsoft nikoli v lifeu nima 60% EBITDA marže, odkar obstaja podjetje. Torej, to je treba malo normalizirati, če hočemo iti proti novi normalnosti. In tukaj sem pač ugotovil, da smo zdaj prišli na to točko, kjer Fed je imel včasih, malo morate zdržati še z mano, Fed je imel včasih model, kjer je primerjal to 10-letno z tem, da je v bistvu izračunal dobiček in ga delil s ceno. Obrnil je razmerje med tečajem dobičkom obratno in temu se reče dobičkovna donosnost, če bi probal prevesti. In ta je danes v bistvu prenizka glede na ciklično prilagojeno, glede na to, kaj dobimo z varno naložbo. Zdaj pa imamo dve teze od tukaj naprej. Ena teza je, da bo svet popolnoma drugačen in da se bo ta rast nadaljevalo do te mere, da bo nek faktor strukturen popolnoma spremenil način, kako gledajo dobički in bilance podjetij. To je ena stvar, ali pa dve, da bo Fed trznil in mežiknil in bo spustil to obrestno mero nazaj, ker se bo pač ustrašil. Ker če se to ne zgodi, ali pa če se zgodi ta sentiment naprej in lahko po mojem mnenju traja 2-3 leta brez težav, se lahko napihujejo te baloni, bomo šli v eno obdobje, kjer bomo dolgo časa te neravnoteže odpravljali. Če pa zdaj drži to politiko in po mojem mnenju jo more držati, kle nekje, jo malo tudi zategovati, če je inflacija, zato ker je dovolj, ko bi temu rekel, dovolj je noga na pedalu z gasom v tem trenutku na trgu in si to lahko prvošč. In ta odgovor na to vprašanje, kam bo šel ves ta denar. Ja, jaz lahko sam rečem, da kaj kriza izbruhnila, pa nismo bili toliko precenjeni na moj indikator takrat, leta 2007-2008, v bistvu sploh ni bilo vprašanje, kam je šel denar, ker v delnice je bil odgovor ne. Sploh ni pač, ko bi rekel, glavni igralci, kapitalski lokatorji, ki za 5-10 let, hedge fundi, v končni fazi tudi private equity, ki na nek način diktira, kdaj je podjetje šla na borzo, ali pa kako se bomo zadolževali, ali pa kako bomo, kje bomo imeli kapital in kam ga bomo na 5, ali pa to je zelo težko na 5-10 let investirati, pustimo zdaj 20 let, tam je odgovor bolj jasen, ampak 5-10 let to okno zadeti, to je problem. In mislim, da je to tukaj zdaj izziv. In mi smo vsi v bistvu navdušeni, vidimo te donose za nazaj, naivno predpostavljamo, da se mogoče lahko nadaljujejo in v bistvu zato, da se nadaljujejo, nas more Fed obdariti s ponovnim relaksiranjem denarne politike. Kar pa jaz osebno mislim, da bi bilo narobe, zdaj pa, a se bo politično to zgodilo, ne vem, bomo morali spremljati. En let pred
Volitvami še nikoli niso delnice padle. Ne, zdaj bi jaz pričakoval, da jo klele držali nekje, zdaj kle smo, 4 smo testirali, nič ni počel, trg ni šel na glavo, nasprotno, v bistvu celo zrasto je, dobro, zdaj je ena korekcija, da bi bilo res čuden, če nobene korekcije ni, recimo, ampak to je zdaj šel više, testiral je nove te vrhove, sam da bomo vedeli, o čem govorimo, pač S&P je tam na 32-33 kratnikov ciklično prilagojenega dobička, ker je bila ta zadnja kriza 2009 je bil mogoč na 22, pa se je cel svet podrl, zdaj smo pa na 33. Je pa res, da imamo v drugih sektorjih balončke mogoč, kot smo jih imeli tam, zdaj koliko z voda je noter v teh 30 pa 20, bomo pa še videli. Moje izkušnje so, da takrat, ko se ladja začne potapljati, takrat vse podgane pridejo na krov gor in ti vidiš, kaj je šele bilo v unih kabinah spode. In to pa zdaj, torej tveganje, kakšno tveganje bo, kaj bo črni labod, pa sej to ne bo se zgodilo, da v hiter, to bo počasen ogenj, ki se bo začel kuhati. Tako ponavadi je ta obrat, ki se obrne, zato ker tudi politika nikoli ne takoj reagirala. Bo počakala, wait and see, adaptivna, da vidimo. In to jaz mislim, da nas mogoče naslednjih 10 let nas čaka. Zdaj, lahko je soft landing, ne pravim, da ni, samo če zdaj spustijo obrestne mere dol, pol ne bo soft landing, po mojem mnenju. Pol bomo lahko zaslužili v letu 2, pa ne vem, kaj bo. A lahko skočimo zdaj na hitrico še na kriptotrg, zdaj, ko ste omenili 1 leto pred volitvami, itak vse raste, tudi na kriptotrgu 1 leto pred halvingom, vse raste 1 leto po halvingu, ne bi šlo tudi vse gor. Zdaj povej malo, kaj se je zgodilo z tole razpolovitvijo, zakaj je taka volatilnost na trgu, kakšna so tvoje pričakovanja? Ja, torej par stvari tle, najprej rečemo, kaj s to volatilnostjo na kriptotrgu. Kripto je kot asset class in kako se giblje, se pravi, bom rekel, normalna volatilnost v kriptu je precej višja kot, bi rekel, normalna volatilnost v drugih asset classih. Ker je pač to nekaj, kar je relativno nezrelo. Zdaj, če malo probam dati en primer, ne vem, recimo nek premik, ki smo ga imeli v zadnjem času na S&P 500, tam slabih 5%, recimo, to je ekvivalent nekje 10 do 20% popravku Bitcoinu. Se pravi tako, to je neka magnituda, o kateri tukaj lahko govorimo. Torej, to je nekaj, kar je popolnoma normalnega, to je nek ta ebb and flow marketa, ki ga vidimo. Seveda, kripto je, kot vsi ostali, kot vse, recimo tudi kot delniški trgi, je definitivno, kar jaz predvsem gledam je, in to je tudi Andraž malo se je dotaknil tega, je vprašanje, kaj se dogaja z globalno likvidnostjo. In globalna likvidnost načeloma je v ekspanziji. Zdaj mi gledamo, in veliko se je govorilo o monetarni politiki in o tem, kako se obrestne mere zaostrujejo. Ampak treba je vedeti, da kljub temu, da obrestne mere so relativno visoke in so se dvignile, oziroma dajmo reči normalne glede na historično povprečje, ampak so precej zrastle, kljub temu, da Fed zmanjšuje velikost svojega balance sheeta, fiskalna politika je pa ta, ki trenutno dejansko drži to večjo bazuko, če se lahko tako izrazim, kar pomeni, da ta ameriški deficit je tisti, ki sliko globalne likvidnosti rine navzgor. In jo bo po mojem mnenju rinil še kar naprej vztrajno navzgor, zaradi tega, ker spet Amerika ima deficita 120-130% GDP-ja. To pomeni, da oni plačajo na leto 1 bilijon obresti pri teh obrestnih merah. In te obresti so stimulativne za market in so stimulativne tudi za delniške trge. In zdaj smo trenutno nekje mogoče v takem, bom rekel, neutralnem, rahlo pozitivnem likvidnostnem stanju. Smo pa zadnje pol leta ali pa zadnje 3/4 leta bili kljub vsem zaostrovanju monetarne politike, smo bili v tej likvidnostni ekspanziji in to smo videli na delniških trgih, to smo videli na kriptu. Če pa kripto konkretno pogledamo, pa seveda Bitcoin ima zdaj to eno dinamiko in to je ta fiskalna slika. Se pravi, trg do določene mere ne verjame in tudi zlato je zdaj to zvohal, če vidimo, kako se zlato gibo glede na realne obrestne mere, pa kako se je ta trend popolnoma podrl v zadnjem času. Trg voha, da ameriška obveznica ni več to, kar je pač bila.
In to je tisto, kar je voda na mlin deloma Bitcoinu, se pravi, to je ta makrofiskalni del, hkrati pa seveda, da je, bom rekel, Bitcoin nek disinflationary asset, katerega mogoče, ki je imel supply okrog $60 milijonov na dan, se pravi 900 Bitcoinov do 20. aprila, zdaj pa je tega samo še $30 milijonov na dan. In to, če spremljate, recimo, kako se ETF-i, zdaj, ki so prišli na trg 11. januarja, ETF-i to vse posrkajo, vse, kar prihaja na novo, ETF-i posrkajo. Tako da pač, jaz mislim, da tudi če ta likvidnostna slika ostane načeloma taka, kot je, in tukaj se jaz mogoče mečken z Andražem ne strinjam, tudi če ostanemo na teh ravneh v nekem range-bound teritoriju, jaz mislim, da bo to pozitivno, recimo, pozitivno za tech, pa tudi pozitivno za kripto, ravno zaradi te fiskalne bazuke, ki jo drži v bistvu US Treasury. Malo repliciram. Ja, se jaz se ne strinjam, da ne more iti gor, saj to je bolj problem. Jaz samo ugotavljam, ta moj pogled je tako, stopimo nazaj in pogledamo na zadnjih 30 let. In težava, jaz bom tako rekel, iskreno bom povedal, ko smo pucali drek po veliki finančni krizi s portfeljev, spremljali banke, ocenjevali, koliko bo noter gnilih jabolk, pa noben ni verjel, da jih toliko bo, pa jih je bilo pa še na 50% več. In če to daš enkrat čez, malo drugače gledaš na stvari. In razumeš, da je obdobje, ki je tukaj in zdaj, pa obdobje, ki bo izstavljen račun. In zdaj ta obdobje, ki je tukaj in zdaj, se čist strinjam s tem, kar ti govoriš, Nejc, v resnici, tako, bolj se ne bi mogel strinjati. Težava je z obdobjem, ki bo izstavljen račun. Zato, ker mi danes nimamo možganov naštimanih, da bomo razmišljali o tem, kako bomo te neravnotežja poravnali takrat. Pa bom sam povedal, o čem govorim. Tisti trenutek, ko bojo ljudje naglodali ameriško obveznico, se bo sprožil tak povratni, ko bo rekel, učin, kar se še vedno je, in sicer se bo temu rekel rehabilitacija te ameriške državne obveznice kot inštrumenta, ker ne more Amerika delovati brez tega posebnega statusa. In to bo funkcioniralo tako, da nekaj časa se bo dal služiti v kontro, pa bojo pa vsi drugi asset klasi sistematično, dobesedno razpadli pred našimi očmi, zato da se bo povzdignila spet nazaj na tron ameriška obveznica. In točno tako je bilo takrat. Zdaj, jaz pravim, da to je lahko naš črni labod, ker če se bomo s tem začeli ukvarjati na nek način, to je bilo tako malko, a bo ne vem kva že, dolar propadel, pa smo imeli pa krizo evra, mal na tak način je bilo, takrat, če se spomnite, zato je tečaj pešal. Zdaj pa težavo, ki jo imamo, je to, da tista križa se je reševala v kontekstu, da je nedvomno jo je vodila reševanje tega in kako se bo to dogajalo seveda ZDA, Težava, ki imamo danes, je ravno to duopolno, ko bi rekel, ali pa več modalno, ravnotežje sveta, kjer bo vsak reševal mogoče svojo krizo na nek način, ki jo drug mogoče sploh ne razumel, kaj počne. Težava bojo pa zlasti tisti, ki so v preseku vmes, klej pa Evropa ima težavo. Nemci so pač seveda zvohali, da imajo tam ogromen trg avtomobilov in so marsikaj izvažali v x letih, Francozi malo manj, nekateri drugi evropski proizvajalci imajo pa probleme. Recimo danes je omenil Boštjan Mencinger Cinkarno Celje. Mogoče ne veste, ampak je ful lep primer. Američani so uvedli tarife za kitajske proizvajalce titanovega dioksida. Tja titanov dioksid z Kitajske ne pride. V Evropo pa prihaja presežna proizvodna danes, ker ne obstaja konsens med evropskimi proizvajalci, da bi v bistvu konsens, da bi zlobirali, da bi politično mišico mogoče, da bi politiki razumeli ali si upali mogoče, vse ne pustimo zdaj kaj prav pa kaj ne, uvesti tarife. Zdaj pa sam lep primer, Evropa je neke vrste Jean d'Arc, Ivana Orleanska zelenega prehoda, na drug stran pa dovoljuje, da se nekaj, kar se proizvaja pod kakršnimi koli okoljskimi standardi, brez kakršnih koli frikcij uvaža na njen trg nazaj. In to je ta schizofrenija, mene malo skrbi, recimo, ker ko bo prišlo do izstavljanja računa, bo zlasti pač, rekel, sistemi, ki bojo potrebovali dlje časa za politično odločanje, in Evropa je taka, ker mi smo rabili takrat za to reševanje bančne krize od različnih skladov, kaj ESFS-ja, ESM-ja, pa ne vem, kaj je pol še vse sledil. Vsaka iteracija je bila malo boljša, ampak dejstvo je, da je to trajalo. To je trajalo
obdobje, ki je bilo kar dolgo, glede na to, kako so se drugi odločili. In ta račun nam bo enkrat izstavljen, ko bo treba se odločiti v nekem relativno kratkem času in kleme malo skrbi, kako bo svet to, kako se bo ta igra odigrala. No? Vmes pa, dokler je muzika, dokler smo kle, tako. Je povedal tudi Golob, naš premijer. A lahko mogoče kar gospod profesor? Toliko stvari je zapovedati, da sam dve bom pa komentiral, ker tudi na tole, ki je bilo. Oba sta na nek način omenila, da se spreminja položaj Amerike pa tega njihovega obveznice in tako naprej. Ja, jaz mislim, se vloga dolarja se spreminja. To ne pomeni od danes na jutri, pa na drugo leto. Ne? Ampak v 10 letih se bo ta vloga bistveno spremenila. Ne? Ameriški dolar je danes, če gledate, če gledamo po celi vrsti stvari, je njegova vloga že bistveno manjša, kot je bila. Ne? Če gledamo recimo samo kot plačilno sredstvo, tukaj se je stvar že bistveno spremenila. Ni se spremenila recimo na področju dolar kot rezervna valuta. Ne? Razlog je zelo preprost, ker ni alternative. Kaj je alternativa? Evro? Ne? Mi mislimo, da je evro alternativa klele za nas. Ne? Ni. Ne? Če te v Aziji koga vprašal, veste, 10 let nazaj je bila ta kriza, to je še zmeri preblizu. Ne? Ampak tudi juana nobeden noče imeti kot rezervno valuto. Ne? Tako da za rezervno valuto morata biti dva pogoja. Ne? Da mora biti ekonomija velika, to Kitajci nedvomno so, ampak mora biti valuta konvertibilna. Ne? To pa Kitajci nočijo imeti. Ker to so niso samo plusi, so tudi minusi. Ampak to je samo vprašanje časa, kdaj bo do tega prišlo. In to, Amerika ima praktično 40 let deficit v tekočem računu plačilne bilance, kar pomeni, da je neto uvoznik kapitala. Vsak let v Ameriko preleti toliko in toliko milijard evrov, ampak to pomeni, da so jih nekdo pripravljen kupiti. Ko se bo ta stvar enkrat malo spremenila, potem bo tudi Amerika začela počasi imeti probleme z financiranjem teh deficitov. Zaenkrat jih nima. Tako da to je ena stvar. Ampak to ni stvar od danes na jutri. Tako da lahko, bi rekel, ansambl na ladji še vedno igra in še vedno plešemo. Mogoče bomo tudi še 2 let plesali. Druga stvar pa glede evra pa EU-ja. Jaz mislim, da mečkam kle žal pozabljamo. Ta evropski projekt je nastal ne zaradi ekonomskih stvari, ampak zaradi političnih stvari. Nastal je zato, da se namo med sabo tepli v 50 letih. Ampak zakaj to govorim? Zato govorim to, ker ta projekt ekonomsko ni optimalen in nikoli ne bo. In to, kar je bilo rečeno, ja, mi rabimo blazno veliko časa, da kakšno odločitev sprejmemo, pa ne samo to, more voda hudičev že v grlu teči, da smo pripravljeni sprejeti. Bodimo odkriti, evro je danes v bistveno boljši koži, kot je bil leta 2010. Bistveno boljši koži. Pa imamo to, kar je bilo omejeno, SM, pa ne vem, kaj vse živo. Jaz se bojim tega, da zdaj, ko bo prišla do nove, pa nam rekel zdaj krize v smislu gospodarske rasti, ampak do teh cirkusov med temi globalnimi poli, do tega bo prišlo. Kako bo uspela Evropa na to reagirati? Ker če ne bo uspela reagirati kot enota, je ne bo. Tudi Nemčija, to sem že rekel, bom še enkrat rekel, v Evropi, vem, da je belgijski premijer je enkrat rekel, že v prejšnjih desetletjih, je rekel, veste kaj, v Evropi imamo 2 tipa držav, mejhne, pa tiste, ki še ne vejo, da so mejhne. Vemo, kje mislimo. Se pravi, tudi tiste, ki so ta velike v Evropi, ampak so globalno gledano mejhne. Tako da spreminja se ta ameriška položaj dolarja in tudi teh valut in to, kar je bilo rečeno. Ne bomo več gledali ameriške obveznice čez par let kot tisto nujno sigurno sidro. Ker bojo poleg tega ameriškega sidra, svet je funkcioniral desetletja unipolarno, kjer je bila Amerika v bistvu center, pa če hočete gospodarski, politični pa vojaški. Danes to ni več. Danes to ni več in jasno, s tem se bojo pa tudi te stvari spreminjale in so že. Gospod profesor, kako pa vi gledate recimo na ta kriptosvet? Na Bitcoin? Kaj si mislite o tem? V tej publiki ko govorite o nekih rezervnih valutah. Glejte, kaj sem jaz rekel, pa bom ponovil, pa vem, da bom klele zdaj ne bomo vas slišali. Riskiral. Ne, se me bo slišal veliko drugih, ampak
Moje videnje tega je bilo, da to je sigurno asset class, ne? Ampak jaz bi ta asset class vlagal tisti segment denarja, ki ga lahko tudi pogrešam. Ne? To je. Ne? A lahko pogrešate denar? Ne, ki ga lahko pogrešam, kar pomeni, da če ga lahko zgubim, ne? Se pravi v nekem portfelju, absolutno en del tudi v to, ampak tisti del, ne, ker tudi če ga bom zgubil, ne bom zaradi tega šel k vragu. Jaz vem, da je to malo konzervativno, se tu zavedam, da to v tem krogu govorimo. Ne, zato jaz sem pač mislila v smislu, jaz kot Gorenjka, jaz nočem pogrešati svojega denarja, jaz ga hočem pametno investirati, na se veste, kakšni smo Gorenjci. Mogoče vseeno, Matjaž, tukaj bi pa še tebe malo izvala, glede na to, da imate alternativne sklade, v Ameriki se ponujajo institucionalnim vlagateljem, spot ETF-je vezane na Bitcoin, nekaj se govori tudi na Ether. Kako recimo kot alternativc gledate na to? Nisem ta prav. Sploh. A ta svet je v življenju nisem Bitcoina, kjerkoli kriptokovanca kupil, nimam nič. Nimate nobenega mnenja? Sploh? Ne. Moje mnenje je, da je pač mi smo konzervativni po razmišljanju in s tem, kar se mi ukvarjamo, je realna ekonomija in to je naš poslovni model. Najc, realna ekonomija? Ja, pač kaj ne rečem, pač vsak ima svoj investment policy in svojo filozofijo, seveda. Ne? Jaz mislim, da je kot neki Bitcoin, kot neki ustrezniki denarja v nastavku so ravno toliko ekonomija, kot nekateri drugi segmenti. Zdaj, če nekaj mečken manj oprejemljivo, ampak seveda, to je popolnoma razumljivo. Jaz razumem vso, bom rekel, vse te odločitve. Dejstvo je nekako, da tudi kar se tiče riska, pa bilo izpostavljeno, ta denar, ki ga lahko izgubimo. Mislim, da to je generalni sentiment institucionalnega investitorja, tudi če gledate, kako izdajatelji ETF-ov ali Bitwise, recimo, kako v bistvu kako komunicirajo oziroma kaj je priporočljivo, izpostavljenost je nekje do 5%. In v bistvu, kar se predvsem želi pokazati, je, da ima izpostavljenost kriptovalutam oziroma Bitcoinu specifično pač pozitivne vplive na 60-40 portfolio, praktično do teh izpostavljenosti. Se pravi, izboljša vse nekakšne karakteristike portfelja, se pravi, sharp sortino, maximum drawdown in tako naprej. Se pravi, maximum drawdown je relativno manj poslabšan, kot recimo se donos izboljšuje. Tako da to je popolnoma razumljivo. Kripto spada v to alternativni bucket in tam je, in to pomeni, da si ne zasluži več kot 50% portfelja, bi rekel, v tem momentu, razen če vaš tveganski profil pač ni drastično drugačen. Pa pojmo graditi portfelj od te točke naprej. Očitno imamo 5% v kriptotu. Dajmo vprašati Matjaža, kakšna je priporočena izpostavljenost v alternativne sklade, pa ne vem, mogoče lahko ti izbereš, ali so to lastniške strategije ali pa kreditne ali pa kaj drugega. Zdaj smo mi dva tele kontra pozicija. Nek sem mogel začeti portfelj delati, da namo samo okrog vrele kaše šli. No. Ne, ampak mislim, ko imamo mi upravka z institucionalnimi vlagatelji ali pa zelo premožnimi posamezniki, oni sploh ne iščejo, kako bojo obogateli, ampak kako bojo ohranili svoje premoženje. Ne? In je tudi, imamo upravka z švicarskimi bankirji, pa z zelo bogatimi ljudmi v naši regiji, ampak oni si prste obliznajo za 5, 6, 7, 8%. Tako, to je, da oni uspejo svoje premoženje na tak način obračati dolgoročno. Mislim, seveda imajo ljudje v portfelju od do. Ne? In vsak najde nek svoj osebni hobi in imamo mi ne vem kakšne menedžerje, ki pri 60 letih odkrijejo neko svojo ljubezen in vložijo v nek startup in z marsikom smo se mi pogovarjali, pa zakaj, pa kako ti razmišljaš in nekdo je rekel, dokler ne delam s kreditom, dokler delam s svojim denarjem, ali bo iz tega še neki ratal, ali sem imel pa fajn. Ne? In to je legitimno. Tako da zdaj Bitcoin jaz gledam kot nastavo. Zjutraj se zbudiš in pogledaš, kaj bo, kaj ne bo in nimaš totalno nobenega vpliva. Naša logika je, da se držimo podjetij, kjer jih držiš bika za roge, imaš vpliv na poslovanje, imaš vpliv na vodstvo, imaš vpliv na poslovno politiko. In to je nek normalen svet. Seveda te pa zanese ta pohlep, gridi in legitimno.
A se lahko malo igrice igramo? Zdaj smo naložbeni odbor institucionalnega, ne vem, kalifornijskega pokojninskega sklada, da v bistvu po celem svetu lahko investiramo. Ne? Zdaj, alokacijo na kripto smo že naredili 5%. A gremo lahko jaz na nepremičnine? Ja, Matjaž je odlično istočnico. No, pa koliko nepremičnin damo? No? Ne, počakaj. Matjaž je imel odlično istočnico. Rekel je, da bogati posamezniki želijo ohraniti realno vrednost premoženja. Točno to, identično izjavo sem slišala od nepremičninarjev za nepremičnine, ki jih kupujajo po norih cenah, 6-7 tisoč na kvadratni meter. Andraž. Se v bistvu je tako zelo zanimivo. Ne? Se tudi, ne vem, Damjan Merlaka nekje je bil večkrat že gost pri vas, praktično zdaj ni samo v kripto, ampak vlaga vse druge asset klase. On je tudi v govedo vlagal. Vsi se pol... Zelo je diversificiran. Dokler imaš ti malo, se ne bojiš nečesa zgubiti. Ampak veš, mi zmer vidimo ta glavnega frajerja. Ne vidiš pa 1000 ljudi ali pa bedakov, ki jim pa ni uspel. Koliko je tudi v našem poslu, imamo take in drugačne poslovne kavbojce v Sloveniji, pa so cari zato, ker imajo denar. Če bi isto govoril, pa bi brez denarja bil pa debil. Tako te definira to in njemu je uspel, zato ker je pač mu uspel. 1000 takim za istim načinom in pa ni uspel. In zdaj, če je eno tak uspel, je to Stava. Mislim, Stava, pač splet na ključi, v pravem času, na pravem mestu in tako naprej. Seveda. Za neko poslovno idejo, programerje, sprogramirajo. Seveda, ampak to ni poslovni model. Ampak velika večina teh, ki zaslužijo s prodajo podjetij in tako naprej, velika večina se jih pol obrača k nepremičninam. To je nekako najbolj varen pristan in mene to žalosti. Mislim, da ljudje, ki so bili sposobni postaviti razna podjetja, predvsem tudi tehnološka, proizvodna in tako naprej, da ne izkoristijo tega potencijala, ki so ga imeli, svojih izkušenj, svojega znanja in konec koncev kapitala, ki ga so dobili, da bi investirali tudi v neke druge alternative, ne pa samo v nepremičnine. In tukaj sigurno imate vi veliko teh strank, ki so najdali neko zatočišče tudi v alternativnih skladih in del svojega premoženja plasirajo tudi v alternativne sklade, in pa del pa recimo v nepremičnine in delnice in druge stvari. Tako tudi bolj razpršijo neko to svoje premoženje in več možnosti, ki se jim ponudi, več, ki se jih izobraz, da lahko tudi kam drugam investira kot v nepremičnine, je super. Mislim, prej bilo govora o borzi. Recimo, mi imamo v portfelju Merkur, smo lastniki Merkurja. Merkur smo se mi pogovarjali s pokojninskimi skladi, če bi zagotavljal neko 4% dividendno donosnost, bi bil zelo zanimiv za uvrstitev na borzo, ampak govorimo o 4%. Na drugi strani nepremičninski sklad, ki ima v lasti poslovne nepremičnine, ti si specialist tudi za stanovanja, pa prej bilo stanovanjih za govora, ampak pri poslovnih nepremičninah, ne vem, nepremičninski sklad deluje na način, da kupi McDonald's poslovalnico, ker ima McDonald's politiko, da nima v lasti same lokacije in on za to plačuje najemnino. Pa je Miller isti, pa so Špari večinoma isti, pa veliko poslovnih stavb. Tukaj so donosi v Sloveniji se gibljajo med 7 in 9%. In to je spet neka stvar, ki noro raste, ampak je pod vsem radarjem, zato ker ni toliko seksi, pa ker ni tako ekstremna. Pa veliko denarja moš imeti, da kupaš eno poslovno stavbo ali pa skladišče. Mislim, če kupaš eno poslovno stavbo, je eno, nepremičninski skladi, ki bi se skotirali na borzi. Tle sem jaz v nasprotju z gospodom Ridelnikom, ker on ni naredil drugega, kot prodal svoje hotele. To je nepremičninska družba. Tako, jih je zmonetiziral, ampak tržni nepremičninski sklad je, da ima v lasti neke poslovne stavbe, kot je ta Kristalna palača, kot je Miller, kot so neke poslovne logistični centri in potem, če je ta stvar skotirana, rejti, se pravi, lahko prebivalstvo čisto normalno vstopa v take produkte in tukaj so donosi za vlagatelje po vseh fijih, po vseh preddavki okrog 8%. Indeksacija, ki se je zgodila, se pravi inflacija je šla v prid real estate skladom, zato ker se najemnine indeksirale in se je donosnost še dvignila. In to je mogoče en segment, ki v prihodnosti lahko pride na naš kapitalski trg. Problem je pa pač majhnost pa likvidnost. Se pravi, če jaz prav razumem, mislim, tukaj je zdaj več stvari. Merkur, potencialni IPO, a imate še kakšno podjetje v svojem portfelju, ki bi ga lahko recimo uvrstili na Ljubljansko borzo? Mislim, mislim, da je bilo na prejšnjem panelu nekdo rekel, da bi lahko dal ta pledge back
societyju, pa bi skotiral kakšno podjetje. Mislim, kot lastnik podjetja se sprašuješ, kje boš več dobil. Ne? In zdaj nek strateg bo kupil neko podjetje in če ti on več ponuja, ga boš strategu prodal. Če podjetja ne moraš prodati, oziroma če so neke druge okoliščine, vse NLB je vsem dober case, da ohraniš mogoče, ne vem, lastništvo ali pa da ohraniš nek center razvoja v Sloveniji, pa IPO lahko neka možnost. Ampak ti mora ta trade-off med tem, koliko dobiš, ne bi smela biti prevelika razlika, da narediš ti kotacijo na, če rečemo, na vlagateljih, na borzi ali pa na nekih strateških investitorjih. A pa je kakšna taka naložba v vašem portfelju, ki bi jo lahko recimo plasirali? Mislim, mora biti dosti velika. Jaz mislim, da je mogoče Baby Center, Merkur, to so take, ker mora biti pa tudi prepoznaven brand. Ne? Pa mora imeti dosti stabilen cash flow, to je ponavadi retail. Ampak se pravim, to je toliko enih dejavnikov, ki na to vplivajo. Možno je pa marsikaj. A lahko mogoče sam še skočimo na te REIT sklade? To je tudi zanimiva stvar, da bi recimo pri nas skotiral en REIT sklad. Vem, da smo se pogovarjali s številnimi nekimi institucionalnimi vlagatelji, potencialnim takim skladom, ampak to so spet samo pač govori se, dejanska realizacija pa ni. En problem, ki ga nisem našel odgovora na njega, zakaj bi to skotiral, a ne bi skotiral, je, kar sem prej na začetku rekel, alternativni skladi niso toliko volatilni, kot je borza. In zdaj, če imamo mi, da imamo en primer, imamo mi 10-letno pogodbo z McDonald'som za nepremičnino, recimo tukaj na Dunajska, kaj že ta ulica, Tržaška. Zaloška. Šmartinka. Recimo, da imamo mi McDonald's 10-letno pogodbo za ta objekt. In ta vrednost te nepremičnine je dejansko ta najemna pogodba in cash flow, ki bojo iz tega pritekali. In to je steady, in to sem jaz govoril, da je steady. Ne glede, kaj se na borzi dogaja. Zdaj, če bomo mi skotirali ta sklad, potem, ko bo borza nihala, se zelo verjetno z nas zgodi, da bo šla vrednost tega sklada pod knjigovodsko vrednost, ki je pač vrednost do dospetja. In to so v Ameriki, to pa spet lahko gospod profesor kaj pove, ali pa z bankam, včasih so bili skladi ali pa investitorji, ki so kupovali podjetja, že samo zaradi tega, ker je bila njihova, ker so imeli več sredstev, kot so bili pa na borzi vredni. Ne? Tako da ta minus nas najbolj moti, kaj bi se potencialno lahko zgodilo. A mogoče sam še skočim, ta nepremičninski sklad, vaš alternativni, to so investicije v poslovne nepremičnine. Obstaja kakšna možnost, da bi šli mogoče v kakšne retail nepremičnine, da bi naredili en tak sklad? Mislim, residential. Residential, ja, kaj pa sem jaz rekla? Retail. Prebivalstvo, ja, v bistvu. Ja. Mislim, eno je, da bi stanovanja sklad kupoval, ker naš sklad se ukvarja samo s poslovnimi nepremičninami. Ne. Slovenija je premajhna. Berlin je bil znan po tem, da je imel 2 sklada, ki sta na koncu pol stanovanj v Berlinu obvladovala, pa se je politika vključila. Vse veda, pohleb potem uide iz steklenice. Slovenija je premajhna, zato ker ti rabiš tukaj potem neskončno razpršitev, pa donosi pri stanovanjih, če ga ti kupaš, pa če ga ti oddajaš, je donosno, se ne vem, je 3%, 4%, je prej en gospod rekel, če plačaš, pa če pol davkov ne plačaš. Pri poslovnih nepremičninah si pa ti z lahkoto na 7, 8, 9% in je čisto pač spet arbitraža. Andraž, izvoli. Ne, hotel sem sam pojasniti par izrazov, ki mogoče nekdo ne sledi, mogoče najbolj. Ne. REIT je Real Estate Investment Trust, to je v bistvu ameriška oblika nepremičninskega sklada, ki smo ga malo vozili mogoče v Evropo, ampak dejstvo je, da imate sklad in da so pač delnice ali pa enote skladov vrščene na borzo. Ne. Zdaj, to se dostakrat bolj dogaja takrat, ko je en sklad že tako velik rata, ki je bolj zimzelen postaja in dovolj velik, da lahko pride na borzo. Ne? Če imaš manjši sklad in je manj prostega obtoka delnic, ne bo veliko trgovanja in cena zelo hitro konča z diskontom. Če je pa veliko likvidnosti in veliko subjektov, ki iščejo to likvidnost in ima ta sklad tudi veliko utež na nekem trgu, je pa malo bliže gravitacije, pa je bliže tega čiste vrednosti. Torej, benefit REIT-a je to, da imajo lastniki možnost sekundarne likvidnosti in ni treba fizično izstopati direkt iz same družbe, a ne mogoče. A ne? To sem sam hotel poudariti.
Lahko skočimo mogoče samo še na panoge, pogledamo, katere panoge so bile v zadnjih letih najbolj donosne. To itak veste, da je bil IT, a ne, tehnologija je bila najbolj donosna, ampak če gledamo malce krajše obdobje, 1 leto, pa prihaja do nekih sprememb, recimo komunikacijske services, storitve so recimo 40% donosnost, potem tehnologija še zmeraj kar relativno dober, 33%, industrija 22%, finance 23%. Kako gledamo na te panoge? Andraž, mogoče, če lahko ti uskočiš. Kjer so panoge prihodnosti? Začeli smo to pred vklopom oziroma pred to okroglo mizo smo imeli Martina tukaj, ki je v bistvu predstavil agri panogo, se pravi plant-based panogo, ki je v neki ekspanziji na nek način, ne? Jaz bi rekel, da še zmeraj 70%, 80% tudi teh investicij, ki se v tveganem kapitalu danes izvajajo podjetja, ki naj bi v prihodnosti spreminjala svet, gre v informacijsko tehnologijo. Torej, ta del bo ostajal neka ko bo rekel, stalnica, kar se tiče nekih disruptivnih, inovativnih panog. Je pa res, da omogoča različne poslovne modele po drugih panogah, zato ker recimo umetna inteligenca kot taka pa strojno učenje ni panoga, to je pač tehnologija, ki jo bo moral vsak v prihodnosti implementirati na najbolj produktivni način in jaz mislim, da bomo v prihodnosti imeli bolj bitko s tem, kdo bo najbolj produktiven, kdo bo najbolj integriral to umetno inteligenco pa to prihodno tehnologijo v svoj posloven model, še zlasti zaradi tega, ker pa delovna sila pomeni absolutno število ljudi, ki bojo na voljo na trgu dela se bo zmanjševala. Ne samo relativno, če pogledate projekcije. In tukaj bo zelo pomembno, kdo bomo dostop do te tehnologije, koliko bo stala, pa ali bo univerzalno dostopna vsem. To lahko vse panoge na svetu popolnoma premeša, predvsem pa mislim, da lahko povzroči konsolidacijo v mnogih panogah, ker mogoče ne bo zgodba toliko panoga, ampak bo zgodba znotraj panoge, kaj se v resnici dogaja. Bom sam razložil. Nekdo, ki ima več resursov, lahko, dajmo predpostavljati, da bi imel večje možnosti, da implementira na bolj produktiven in ekonomičen način to tehnologijo, kot drugi, ki so mogoče manjši. In težava bojo imele mala in srednja podjetja, ki tukaj bojo težko s ta velikimi se fajtala, razen če jo eno res dobro nišo najdla. In tukaj se mi zdi, da panoge mogoče, jaz bi rekel, da je mogoče ta IT malo preveč zdaj zaseda v nekih procentih, v prihodnosti bi upal, da bo malo manj, ampak to ne pomeni, da ne bojo, pa podjetja v prehrani ali pa kemiji ali pa industrijski, industrials, torej predelovalne dejavnosti, nove tehnološke podjetja, nasprotno. Mislim, da bi morala biti ali pa jih ne bo. Tako da v bistvu bomo spoznavali, upajmo, tudi druge sektorje. Se pa bojim, da bo to sektorsko lokacijo, ker to je pa malo bolj povezano z mojim pogledom 10 let naprej, zelo oblikoval pogled na tveganje, ker s tveganji se danes skoraj ne ukvarjamo. In če bomo pa na tveganja gledali, potem bomo pa delali tudi bolj konvencionalne, konzervativne panoge in bojo te pridobivale večjo težo. Tako da jaz sem malo bolj, včasih je bilo norma za sklad, ki dela absolutni donos, je benchmark 60-40. Torej, če misliš, da je delniški trg podcenjen, lahko ga imaš 100, ampak pa mora več narediti, kot vse une obveznice, bistveno več. Če pa misliš, da bojo težki časi, moraš pa kontra narediti. Moraš pa se na fixed income strategiji zaklent noter in v bistvu zmanjševati downside, ki ga ti imaš zaradi delniških naložb. In jaz mislim, da bomo prišli na prevoj. In sploh, kaj trg takole, ni lepo biti v delnicah, ker je skozi vigel vagal in sploh vidimo, da te IT delnice ali pa tehnološke ali pa take, sploh cashflow ne more zračunati ali pa ga sploh niso dobri spremljevalci slabih časov. Tako da kle sem malo previden mogočno. Kakorkoli je bilo za nazaj super, mislim, da razmere niso take, da bi podpirale tako lepo smer naprej. To je moje mnenje. V publiki, kot sem razumel, vas je kar dosti takih, ki z delnicami trgujete. Poglejte, če so kakšni dobavitelji v obrambni pa letalski industriji, pa ne mislim jaz na Boeing, danes, ampak kaj smo se mi naučili, ki pač s temi DOO-ji v teh dveh panogah pač poslujemo z njimi,
sta v teh dveh panogah so daleč največje marže. Zato, ker tukaj se ne sprašuje, koliko je stane, ampak kdo zna narediti. Ne? In tudi mi smo pač lastniško udeleženi v takem podjetju in tam to je pač tako, neverjetne marže. In z tega vidika verjetno, če ni zdaj že vse toliko narastel, ampak mislim, da te dve supplierji v teh dveh panogah je lahko še kakšna skrita delnica, ki je na svetu. Zdaj me gledati, ko grdo me gleda, Matej Šimnic, ker vem, da je delal analizo teh delnic, ampak noče se izpostaviti, ampak se boš. Dej povej, obrambne delnice, pa mogoče še farmacevte, če lahko omenaš. Hujšanje. Ja, ne, obrambne delnice tako, ja, res so predvsej naredile. Marsikdo ne gleda nemškega trga, ker jasno, spet je brezvezan za večino, no. Večinoma gledate vsi Ameriko, ampak tam je recimo Rheinmetall naredil ne vem koliko 500% v zadnjih 2-3 letih. Zdaj, in marsikdo potem gleda delnico in reče, ja, se to gre pa parabolo, to je pa zdaj tako že zrasta delnica, tukaj ni priložnosti. Ne? Razmere za evropske obrambna podjetja so se izjemno spremenile. Prej praktično niso beležile nobene rasti. Zdaj pa za Rheinmetall se recimo pričakuje v naslednjih 3 letih, da bo prihodke povečal vsako leto za 20% in 20% na EBITDA marža in tako naprej. To je pač ena od takih delnic, ki je ogromno že pridobila, ampak ja, trguje na 20-kratniku EBITDA-ja, kar če primerjamo s Krko na 6 je drago, ampak Krka raste par procentov letno, Rheinmetall bo rastel 20%. In če se razmere geopolitične dodatno spremenijo, bo povpraševanje po orožju se še dodatno povečal. Je pa tukaj zelo pomemben tudi pogledati, kdo so kupci, kdo so potencialni kupci. Recimo. Indijci recimo ne bodo kupovali, so nova velesila, tudi zaradi selitve po prevodniško industrijo in vsega, in oni recimo so v naravnem sporu s Kitajci in ne bodo kupci kitajskega orožja in tam je potencial recimo za evropska podjetja. Tudi na Bližnjem vzhodu so francoska podjetja močna in tako naprej. Tako da mnoga podjetja evropska so že precej pridobila, ampak ob kakšnih korekcijah so sigurno še vedno zanimiva, sploh ker so te pogodbe. Hkrati so pa vstopne barijere v to industrijo. Večjih jaz nisem videl. Mi smo bili na enem sejmu v Parizu, 4 ure je trajala registracija, samo da si prišel noter, zato ker se gleda, a sploh sodeš tja ali ne. Tako, ta industrija je tako zaprta, da hujš ne more biti. Ja, tako je. Pa regulativa, dolgoročno lobiranje, potem so to servisne storitve, se pa veliko tudi spreminja. Recimo, če se pogleda za nazaj, vojaška taktika se je izjemno spreminjala, če pogledamo recimo vojno v Iraku, takrat so Tomahawk, v bistvu te rakete, daljinsko vodene, GPS navigacije in tako naprej so pridobivale. Zdaj, če pogledamo Iran in Ukrajino, vidimo drone tehnologijo, tukaj so bili Turki izjemno močni, zdaj to glavno podjetje je v privatni lasti, ki je recimo dobavljalo drone Ukrajini, ampak ta tehnologija se izjemno spreminja in mnogi tudi razlagajo, da so letalonosilke v bistvu pase. S hipersoničnim orožjem je to praktično neuporabno in je zato treba tudi spremljati, kdo razvija novo tehnologijo in kakšna bo ta nova tehnologija, ki bo neizogibno mogla priti v arsenal večjih držav. Še pika na i, da tukaj se bojo prevzemi dogajali izven borze in na borzi, ker se pa spet dogaja oligopol, ker za Evropi zdaj ogromno enih firm se prevzema v tem segmentu, ker mi smo pač na drugi strani, ne na borzi, samo zato, ker se delajo taki megasistemi, ki bojo na koncu na oligopol. Pa to je to, smo se na začetku pogovarjali, ne, da v bistvu ekonomija postaja inštrument teh, ne, da rečem, strateških neke nacionalnih suverenosti. Ne. In Evropa zdaj, tudi to, če gledate, kaj se dogaja z tem, ne, dobro, zdaj pa je kle, zdaj pa ne sam Trump, ampak v bistvu Amerika se, kar se tiče varnostnih stvari, ne, objektivno seli v Azijo. Tako da mi, Evropejci, bomo, kar se tiče obrambe, v večji meri, kot smo bili preteklih 50 let, ne, več odvisni od sebe. Ne. Jaz ne rečem zdaj, da popolnoma, ampak več od tega, mi pa preprosto nimamo kapacitet.
Tole, kar je bilo rečeno, jaz tudi to spremljam, predvsej natančno. Mi zdaj, recimo, ko je bilo treba v Ukrajini dobaviti dodatne količine tele municije, mi je ne moremo, ker nimamo proizvodne. Tako da, jaz mislim, da to bo sigurno eno od področij, ki bo predvsej, in tudi jaz mislim, da bo klep tudi finančno šle te stvari. Jaz moram reči, da ne bi bil presenečen, če bomo videli nek podoben sklad na evropskem nivoju, ki je bil narejen po COVID-u in se je pol generiral v ta New Generation EU, pa tole, kar delamo s temi NOO zdaj v Sloveniji, da bomo se srečali z nekim podobno stvarjo v prihodnosti za te namene. Že EU Defense je že EIF razpisal sredstva. Vem, dobro, samo to so še iz obstoječega proračuna, ampak to so premajhne stvari, kle bo treba v bistvu stvari bistveno povečati, ker ta protikovidni ukrep je bil praktično v višini proračuna. Ne vem, koliko poznate proračun Evropske unije, je praktično minimalen. To je 1%. Evropski proračun je 1% BDP-ja Evropske unije. Nacionalni proračuni so nekje 15-20% GDP-ja države. Tako da, če smo mi hoteli kaj zares jeti v Evropi, je to samo vprašanje časa, da bomo morali jeti v tej smeri. Jaz ne rečem na ta procent, ampak za to vrstne stvari. A lahko mogoče še malo Nejca vključimo? Nejc. Nejc. Andraž je povedal, da se danes nič ne pogovarjamo o tveganjih, pa dajmo se pogovarjati o tveganjih na kriptotrgu. Kaj specifično se pa želimo pogovarjati o tveganju na kriptotrgu? Ne vem, zdaj smo že nekaj omenili, geopolitiko smo omenili smo nihajnost, volatilnost, ki je v bistvu mogoče zdaj malce povišana od te normalne nihajnosti, ki sicer vlada na trgu. Mogoče še kaj drugega? So še kakšna tveganja, mogoče kakšni potencialni novi propadi, kakšnih kriptomenjalnic? Smo imeli tudi to v zadnjem času, FTX, zdaj gospod je dobil 25 let zapora. Binance je pod nadzorom Amerike naslednjih 5 let, tudi to je ena zgodba, ki je zanimiva, tako da kaj še lahko pričakujemo? Kripto ima res v vsakem tem ciklu svojem bikovskem, se pravi zdaj še bi rekel, da še nismo tam, ampak vsakič ima nekaj novega, ker se pravi, da se včasih nek poslovni model, včasih neki slabi igralci, ki so na tem trgu prisotni in to res meče slabo luč na cel trg in to je res nekaj, proti čemur se pač mi spet, ko pravimo, čim bolj boriti, tudi osebno. In zdaj, jaz mislim, da veliko tega, kar je bilo v prejšnjem ciklu, se je prečistil oziroma je že šlo skozi prosodne in takšne in drugačne procese. Je pa vprašanje spet, kaj bo ta potencialen nov trend oziroma ta nov pohlep, ki ga prinese vsak ta trend, ne razumem, v čemu se bo to, na kakšen način se bo to odrazilo. Zdaj, če ste zaradi tega zaskrbljeni ali pa če so posamezniki glede tega zaskrbljeni, hvala Bogu, smo zdaj dobili nekatere dele kriptotrga, ki so nekaj nivojev bolj legitimni oziroma imajo bolj ustrezen tveganski profil za veliko, temu rekel lahko late majority, konkretno pač ETF in tako naprej. Mislim, da čim zapustite neko regulirano okolje centraliziranih menjalnic, se nahajate v nekem okolju, kjer je tveganje te izgube zelo, zelo veliko, pa bom rekel tudi v okviru centraliziranih menjalnic so pa pač razni kovanci, če ste pač gledali popravek na trgu, recimo, ko se je zgodil aprila, nekako vse razen Bitcoin je šlo tudi tam 30-50%, in jaz mislim, da velika večina investitorjev zelo težko tako nihajnost prenese in posledično mogoče nazaj k tistemu, da poznamo Bitcoin, poznamo ostale kriptovalute, vsak ima nekak svoj tveganski portfelj, vsak izmed njih ima neko mesto v portfelju in jaz spet mislim, da če vas zanima, če so te karakteristike, ki jih ima Bitcoin, ki so po mojem za to okolje visoko inflacijsko, geopolitično, razvrednotenje fiat denarja, so res zanimive, potem so načini, kako se lahko na relativno konzervativen način ste udeleženi tudi v tem trgu. Drugače pa pač se seveda lahko tudi temu izognemo, da ne investiramo. A ga lahko malo pohecam? Lahko, ja. Ej, Nejc, a te lahko nekaj vprašam, malo za hecbol?
Deva narediti dva scenarija. Najbolj optimističen scenarij, pa najbolj pesimističen scenarij za Bitcoin, ker danes 10 let naprej gledamo. Kje je ta številka? Najbolj optimističen, pa najbolj pesimističen. A res 10 let moram? Ja, ali sploh lahko, ali to sploh možno, ali si lahko predstavljaš? Lahko povem, frizerka od mojega sodelavca je rekla, da gre na 120. A 10 let, ali ga? A zdaj, tako zdaj, čez en mesec. Pustimo, meni 10 let naprej, ker bom lahko lokacijo naredil. 10 let, no, Andraše. Ok. Lahko probam z neko, bom rekel, dajmo to imeti z dobršno mero skepse. Jaz mislim, da bo Bitcoin probal v optimističnem scenariju, ne? Prej smo se pogovarjali o tem, kaj je lahko tista, bom rekel, ultimativna rezerva. Jaz mislim, da bo Bitcoin probal spodbiti to vlogo zlata oziroma nad to vlogo se dvigati in to izboljšati v naslednjih 10 letih in zaenkrat je na tej poti, a ne spet moramo to gledati na spektru verjetnosti. Mislim, da bo recimo prihodnost bo tako, pogovarjali smo se o vlogi ameriškega dolarja, še zmeraj bo to v vsakdanji trgovini oziroma bo neko business as usual, bodo fiat valute, potem pa obstaja velika verjetnost, da bodo začele, bom rekel, države, rezerve, da se bo to začelo v nek trdnejši denar pretakati, se pravi ta net settlement bo se začel v trdnejše valute pretakati, to že vidimo na zlatu. Zdaj ultimativno, če pridemo do tja, jaz mislim definitivno Bitcoin 7-mestna številka v takem primeru, oziroma nad 7-mestno številko. Zdaj najbolj črn scenarij bi pa v bistvu bil, da se zgodi, recimo, da imamo nekateri izmed teh tveganj, ki so vezane na Bitcoin, recimo, kako bomo zagotovili to varnost, pa ta security network, ker se nagrada minerjem s časom znižuje, mora priti nek drug incentiv in neka druga kompenzacija za to. In zdaj seveda rast cene je ena ta pot, ampak treba je vedeti, da tukaj je več akterjev, ki vplivajo na ta network, in to bi bil lahko mojen, da imamo tukaj te težave in tlen, velik razkol, to je tveganje, potencialno pa seveda, da ga države regulirajo izven obstoja, kar pomeni, da zgubi ta institucionalni bit, ampak trenutno institucionalni bit spet imamo indice, da je zelo, zelo močen. Ampak spravim, lahko se pa zgodi, pa vse to prepovemo in končamo v enem takem super policijskem svetu in je to neka obskurna zadeva, gre na 4-mestne vrednosti. Sorry, dolg odgovor, ampak tako nekako bi razmišljal o možnem razvoju. Super, sem si že izračunal, krat 10 v 10 letih. Hvala. Ja, kaj pa mogoče recimo nepremičnine? Ja, pojmo še na nepremičnine. Nepremičnine so res na rekordnih ravneh cene, novogradnje tudi, kam gremo, kje bomo čez 10 let ali pa čez 5 let? Še vedno bomo mogli nekje verjetno živeti, razen če bo se konkretno spremenili nekaj, da bomo... Čak, pozitivni pa negativni scenarij, ne more se prešlepati kle. No, ja, mislim, nepremičnine so se tako zgodovinsko gibale z nekim bruto domačim proizvodom in zdaj samo odvisno, kje smo bili v nekem ciklu. Zdaj jaz mislim, da smo, če gledamo bruto domači proizvod kot neko linearno črto, smo zdaj pač to prebili in smo malo zbezlali nad to in mogoče nas čaka neko daljše obdobje nekih stabilnih cen ali pa da bo to pač nek cikl se lahko zgodil, ampak na nek dolgi rok, če tako pogledamo, stanovanje, ki so ga kupili naši starši v 80-ih letih, je bistveno več vredno, kot je bilo takrat. Tudi stanovanje, ki si ga kupil v 2000, je bistveno več vredno. Tudi stanovanje, ki si ga kupil v 2008, ki je bil nekak vrhunec tega, je danes v bistvu več vredno. Tako da na nek dolgi rok nepremičnine nekako pridobivajo. Mislim, raste, so pa tudi ciklične, lahko se pa zgodi. Če je potreba po likvidnosti, lahko padeš v neko 10-letno obdobje, kjer ne bo nobene rasti oziroma padec. Mi dostikrat pozabljamo na to obdobje, ko so nepremičnine cene zrabljenih stanovanj upadle za 30%. To je bilo leta 2008 pa tja do 2015. Ni to daleč nazaj, od 2008 praktično do
konca 2014 pa do polovice 2014 leta so cene nepremičnin opadale, ni bilo nobene likvidnosti, a ne. In če pogledamo nek bolj razvit, bolj likviden svet, Nemčija, tam so se bistveno hitreje začele cene popravljati. Mi smo pa pač ob nelikvidnosti sam vedno bolj globe tunili po nekih stopnicah, zato smo pa mogoče malo hitrejšo rast, da smo spet pač to izgubljeno rast v nekem obdobju nadoknadili. Tako da na dolgi rok so pridobivale vrednost. Lahko upade za 30%. Ta scenarij smo imeli, zakaj ga ne bi mogli še enkrat imeti? Jaz mislim, da težko v tem momentu, predvsem ne vidim, da bi se lahko zaloge nekih stanovanj tako nakopičile. Na drugi strani tudi ne vidim nekega pritiska velikega na prodajalcih, na lastnikih nepremičnin, da bi mogli to dezinvestirati. Po drugi strani pa še vedno zelo malo ponudbe, zelo malo se nekako organizirano gradi na tem trgu, večjih projektov in tako naprej, male nekih institucionalnih vlagateljev, nekih velikih development skladov, ki bi bolj sistematično dajale neko ponudbo samih nepremičnin na trg. Zdaj to, ali bi to prepustimo trgu, ali bo tukaj neka intervencija države, ampak dokler ne bo neke bistveno večje ponudbe, ki bo kontinuirano prehajala vsako leto na trg, se zelo težko trenutno po mojem zgodijo neki bistveni padci na tem segmentu. Mislim, da si marsikoga zdaj razočaral. Jaz pa mislim, da ne bo neki bistvene rasti zdaj v prihodnosti. Znajo, kot smo prej rekli, neke makroekonomski pa to dejavniki lahko vplivajo tudi na to, ampak ni za pričakovati, da bo tako, kot je bilo takrat, da so se veliki gradbinci, ki so imeli v bistvu pri nas prevzeli vlogo razvijalcev projektov, šli v stečaj in za sabo pustili par 10,000 praznih v bistvu stanovanj, ki so pol nekako čakale na neke kupce. Lahko samo en komentar. Mislim, da to, kar ste rekel, v bistvu v Sloveniji je tista stvar od leta 2009 pol trajalo do 2013. Bistveno del, se pravi, govorimo o tej krizi, v bistvu smo šli najprej 2009, kjer smo Slovenija imela tudi v primerjavi z drugimi državami zelo specifična tista leta pred krizo. V bistvu mi smo imeli leta 2007-2008 40% rast kreditov, kar je bilo jasno popolnoma nenormalno in zaradi tega smo pol toliko bolj globoko padli v primerjavi z drugimi. Slovenija v bistvu 2009 padla precej bolj kot Evropa, kot celota in se je pol cela stvar vlekla praktično do 2013 s to bančno krizo. Ampak če gledate recimo rating agencije, kdaj so reagirale? Rating agencije so prvič reagirale po tistih referendumih okrog pokojninske reforme. Eno stvar se mi zdi, da smo mogoče mečkali, če gledamo Slovenijo, če si ti majhen, si relativno bistveno bolj volatilen, kot če si velik. In tudi jasno, če si majhen, pa prideš v probleme, si sam v problemih. Če si velik, pa prideš v probleme, si tudi problem za koga drugega in je pripravljenost malo drugačna. In to smo mi po mojem leta 2013 zelo jasno izkusili in jaz mislim, da se je to na nepremičninskem trgu zelo jasno videlo. Tako da po mojem je nepremičninski trg pri nas kar precej odvisen od te, če hočeš, makro zgodbe. Dobro, zdaj je situacija malo drugačna, ker je res te likvidnosti blazno velik, ampak vendarle. Ja, mislim, tako kot skozi poudarjamo, ta makro pomen je zelo bistven pri samih nepremičninah. A bomo videli kakšne, večji odstotek fizičnih oseb, mogoče v alternativnih skladih, bi si recimo to želeli kot upravljalca alternativnih skladov? Jaz sem prepričan, da ja. Zakaj? Zato, to se že dogaja. To se že itak dogaja. Slovenija je potem že itak odstopa. V zadnjih letih je bilo toliko premoženja generiranega s prodajami, s kapitaliziranjem tega, kar je bilo v zadnjih letih narejenega. Ampak jaz zdaj včasih primerjam Slovenijo pa Španijo. Se sta po premoženju, mislim, da tam. Zdaj ne vem točno, koliko je razlika v BDP-ju na prebivalca. Ampak Španija je že 50 let v kapitalizmu. In se je ta obrestni račun v Španiji čist drugače že prišel do tega, ker ti skozi računaš, prišel do uveljave kot pa pri nas. In pri nas se bo ta premoženje tudi na nek način obrestoval, kopičil, kumuliral, pa novi produkti se bojo razvijali, generacije. Zdaj so še zmeraj, mi se tudi pogovarjamo z tujimi upravljalci premoženja, se pravi, to je tudi kot wealth management, private bankeri. Oni so rekli, da v Sloveniji bo ta produkt šele čez 5-10 let, zato ker te, ki so zdaj
če smo prej omenili gospoda Boscarola, ko njega ne bo več, kaj bo hčerka delala, kaj bojo od nadlisti 100 najbogatejših ljudi, kaj bojo njihovi otroci delali. In to bo pa spet prinesel nek ali živahnost, ker če gre že v 3. generacijo, to je pa že dinastija, ne? In to ne gre velikrat. Druga generacija pa potem te nove naložbene produkte spodbudi. Kakšne so pa poprečne donosnosti recimo v enem takem skladu, da zadovolji apetite teh bogatih posameznikov? Mislim, želijo ohraniti svoje premoženje. Zgor je vsak vesel, ampak ko on gleda produkt, če je več kot 10%, se že ustraš. Ker donos pa tveganje je vprašanje. Delajo pa private equity, pa ta bridge financing. Najbolj konzervativen je naš nepremičninski sklad in tukaj je donosnost 8%, potem gre pa do 15%. Private equity delajo 15% in je to čist track record, bomo mi imeli zdaj. Ja, ko si rekel, ustrašijo pri 10% na letni ravni. Ko se pogovarjamo z mladimi in jim razlagamo te osnove, kako graditi temelje, pa da je povprečna donosnost, recimo Nasdaq na nek dolgi rok 9,3%, je odziv malo drugačen. Mi dva sva oba tudi ocenjevalca, ampak ko se računate risk-free premije, pa VAK in tako naprej, izhajaš iz dolgoročne donosnosti te ERP, equity risk premije mislim, da je na ameriški borzi, pa spet govorim zelo pavšalno, ki jo merijo od leta 1925 in se giblje tam okrog 7-8%. Tako da tudi borza toliko nos, pa odvisno v katerem obdobju. Se pravi, marsikoga to ne impresionira, to hočem povedati, ker smo mogoče navajeni v teh 15 letih bikovskega trenda in te norih donosov tudi na kriptu, mogoče malo večjih rasti. Ampak ja, to je statistika, to je povprečje. Tisti, ki jih realizirajo, to je zelo dobro, to ste odlično povedali. Tisti, ki jih ne realizirajo, pa ponavadi močijo in se ne prikažejo več. Mladi še nimajo izkušenj, pa nima še neke odgovornosti, ki jo prenese tudi življenje. Čim dobijo pač družina, otroke, pa to imajo mogoče malo drugačen pogled tudi na tveganje. Vse niso odvisni samo od sebe, pa kaj bo sebi dal za jesti, ampak posledično mora tudi poskrbeti za družine. Takrat se po mojem kar spremenijo preference glede tveganj. Ja, mogoče tam pri 50-ih pa tudi malo stisne, ko gotovijo, da so zamudili pač ta vlak, varčevanje in potem skočijo na glavo in gredo tudi v malo bolj rizične naložbe. Ampak ja, tako ni več otrok, ali pa? Pa pa še enkrat znova. Doskrat se jim pa tudi zgodi, da v bistvu v nekem pohlepu, pa kaj jih to malo razbremeni, naredijo neke naložbe, pa veliko zgubijo, pa reče, zdaj pa nikoli več ne bomo. Vse danes se mi zdi, da mogoče malo celo tele naše omizje šimfa Bitcoin ali pa kriptovalute. Oziroma opozarjamo na konzervativnost, ampak jaz mislim, da v publiki najbrž se večina igra z nekim zneskom, ki dejansko je v rangu tega, da pač, ne vem, enega avta, recimo, ne vem, mogoče pretiravam, pa podcenjujem, ampak da spet niso tako veliko število ljudi se s tem ukvarja, ampak zneski pa ne vem, če so absolutno, ne vem, mogoče bo moj kolega, ki ima v pogled, kakšne so potencialni, portfeli, koliko so to veliki? Zame vprašanje. Ja, zate, koliko so veliki portfeli Slovencev na Bitstampu? Ne, portfelj je povprečje je relativno nizko, ampak imamo pa seveda nekateri posamezniki pa so z velikimi vsotami, pa jih ni malo. Ampak pač seveda povprečje je nizko. Povprečje ni, če sem slišal en avto, je definitivno pod tem. Kakšen avto? Ne, zakaj sem avto rekel? Včasih imamo mi v kakšnem podjetju. Samo to šli. Gremo na parkirišče, ali kaj? Kakšen avto? Veš, to se razpon, cene so nore. A to je kakšen srednje cenovni razred, ali govorimo mogoče o više cenovnem razredu? V bistvu številko iščemo. Po domače povedano. Jaz se opravičujem, če je kakšno vprašanje spet zame, jaz malo slabo slišim, tako da ne vem, a je kakšno... Kako priročno! Povprečen portfelj 5,000, 2,000, 10,000. Povprečen portfelj, jaz mislim, da je recimo pod 10,000, jaz bi rekel celo pod 5,000, treba vedeti, da je
par milijonov strank in načeloma so to, bom rekel, mehni, ampak pa imamo pa recimo, se pa potem, recimo, ne vem, bom rekel, 5-10 tisoč klientov, ki se pa lahko mer, potem se te cifre bistveno više kot recimo en avto. Če mal pač balance sheet neke manjše borze oziroma neke srednje velike borze je recimo okrog 10 milijard. Koliko je pa recimo kriptomilijonarjev Slovencev na vaši platformi? Pa še imena pol, prosim. Preveč me vprašate, ampak jaz mislim, da tako, spet za bom rekel, jaz si upam trditi, da izstopamo iz povprečja glede penetracije. Super. Odlično si to povedal. Mogoče, profesor Mrak, da zaključimo potem ta krog čez 10 let, kje bomo? Če bi jaz vedel, kje bomo, pa bi kaj drugega verjetno počel. Mogoče bi več bitcoinov imel, če bi šel v tej smeri. Frizerka je rekla 150. Prosim? Frizerka je rekla 150 tisoč, ja, trenutno je kaj, 66. To so poučeni, investitorji. Dobro poučeni investitorji. Lejte, jaz moram reči, da to vrstno vprašanje ne odgovarjam, ker ker preprosto se mi je predostkrat zgodil, da te pol čez par let nekdo zapotegne za ušesa ven. Se vas bomo čez 10 let? Ne, enostavno jaz mislim, da dejansko so tele stvari, ki se dogajajo v Evropi, z nami, po mojem, zdaj take, da bo ta Evropa in mi z njo v 10 letih bistveno drugačni, kot smo danes. Jaz upam, da bomo za tole globalno mizo, če bomo za globalno mizo, bo to kar v redu. Mislim, da se bomo tudi Slovenci v tej družbi kar dosti dobro znajdli. To smo relativno sposobni. Ampak, vkolikor pa tale Evropa ne bo uspela na nek pameten način preživeti, pa bomo imeli pa tudi mi probleme. Andraž, ti si bil danes deček za vse, pa da imaš še zaključno misel. A jaz, dežurni optimist, ali kva že točem. Ne, mogoče, jaz mislim, da v osnovi, če je bilo zadnjih 10 let bolj, ne vem, mogoče je bilo zadnje desetletje bolj uprit tistim, ki niso preveč razmišljali, ne vem, kako ne rečem drugače. So pač sprejemali tveganja in to je to, gremo, gas. Se mi zdi, da naslednje desetletje ne bo tako enostavno. To je moje mnenje in bo več tega gor, dol, veliko se stvari spreminjale in tudi iz čiste narave trga izhajam, zato ker pač enkrat smo nadpovprečen donos, doživiš to povratek nazaj k povprečju in pač je to logično. Nič ni nenavadenega na tem. Mogoče si moramo svoje glave naštelati, da moramo strategijo oblikovati tudi na tak način. In zato sem jaz pristaš bolj tega, da periodično lepo, kvaliteten papir, čim manj izletov, razen če nimaš res dobre ideje, zakaj bi nekaj kupil. Se mi zdi, da zdaj imamo poplavo, to ste ti govorila, raznih stock picking newsletterjev, kopiranja portfeljev, vsi živi nam govorijo, kaj naj kupimo, na Instagramu tam trobijo, ko jo ne vem koliko kovancev naslednji teden dobili, ali pa nam dal kot vroče namige. Jaz mislim, da to ni dober način in to bo road to ruin, po mojem mnenju, naslednjih 10 let, če bomo na tak način se, ko bi rekel, ukvarjali z naložbama. Zdi se mi, da bo bolj treba pač držati se kvalitetnih papirjev, malo lokacijo znotraj delnic prepustiti trgu, če nimaš ideje, ker vsi šimfajo te indeksne sklade, ampak jaz vedno znova rečem, da trg glasuje vsak dan in stavi na podjetje, ki je bolj uspešno in skozi čas se te uteži spreminjajo. Zato je tudi Warren Buffett rekel, ka mene nao več, želim, da moja fundacija v S&P noter, ker mene ne bo več in pol se igre, koncentracije in te puške zaslone, ki on prav, da jo ima, da stav res na 1, 2, 3 podjetja v nekem obdobju, ne bomo več šli, oziroma se bomo v manjši meri šli, in to meni veliko pove. Tako da jaz bi rekel, da za vse tiste,
ki ne glede, začenjate, a ste že na eni poti, imejte to osnovo, imejte mesečno, zberite si, prej sem govoril, lahko je tudi sam en ETF, ki je res razprašen, ker davki, da na otok teh davčnih dogodkov, ker če sami to delajo, zna biti tudi zakompliciran, kakšni imajo 50 naložb, pa skozi obračajo, pa living nightmare, živa nočna mora to oddati na konc leta, ne. Tako da jaz bi rekel, res, naj trg glasuje v enem delu in dejte to imejte avtopilota. Vmes bi pa rekel, da bojo v prihodnosti verjetno malo več pomena dobivali, se to že zdaj vidimo, naložbe s fiksnim donosom, kjer boste pa denar poslali na neko pot za ene 3, 4, 5, 6 let in hvala Bogu imamo zdaj obrestne mere, da se to lahko gremo, ker včasih smo imeli težavo, ker je bilo vprašanje, kako ne 6% naredim na 6 let, če pa ni nobenih obrestnih mer ali pa nobenih naložb s fiksnim donosom. Kaj bom počel? Ja, v delnice moš dati, ja, ok. In skoraj prikrito je Fed podpirala, da so delniški trgi rastali, ker če še tega ne bi bilo grozno. Ne? Zdaj pa nimamo več tega in to se morate zavedati. Zdaj so nam pa dane nazaj razni obrestovani računi, razne obveznice, razni drugi načini, kako iz točke A v B plemenitiš vsako leto nekaj, ne vem, za 3, 4, 5 ali pa 6%. In zdaj verjetno bo kle resnica neke optimalne strategije, po mojem mnenju tiči v neki alokaciji med koliko boš mu v tem bazenčku avtopilota, ne vem, S&P 500 pa mesečni plan, ker mislim, da v mestnem obdobju bo enkrat prišlo do nekega konkretnega, rekel, obdobja, ko jo tečaji krvavel, ne korekcije. V 10 letih jaz izjemno bil presenečen, zame je skoraj zero event, da ne bo prišlo do nekega konkretnega obdobja v 3-4 letnega, ko bo ta drawdown. In takrat se v trg preselil bolj v konzervativne naložbe. Ne? No in takrat lahko razmišljate, kako naprej. Do takrat bil pa jaz mal previden, pa čim manj nekih preveč norih stvari kupoval, ki jih ne poznam. Razen, če imate pa recimo neko afiniteto, tako kot imate govoril v defensu, pa to spremljate, pa ja, seveda, normalno, probajte. Ne? Ni to nič narobe, samo omejite to izpostavljenost. Načeloma so tudi še ta zadnja stvar, neke portfeljske omejitve, zakaj ne greš čez, ne vem, 20% recimo enega sklada, oziroma tudi če greš, moraš imeti hudičev dobre razloge, pa vsi se morajo tam strinjati in vsi morajo se ne pritoževati, ker so rekli ja. Tako da to je pomembno. No. Če imate konvikšne, torej nekaj, kar ste blazno prepričan, pol hudičev dobro, morate vedeti, kaj delate. Lahko sam še nekaj sem pozabila vprašati Nejca, pa se mi zdi kar pomembno, glede na to, da je Bitcoin nastal 2009 in vse ostale valute potem kasneje. Dejansko nikoli kripto še ni v okusu prave finančno-gospodarske krize, Nejc. Kaj misliš, da zagotovo prihaja tudi neka korenita korekcija, 65-70%? Kako misliš, da se bo kripto odzval recimo na eno tako korekcijo? Ja, dobro vprašanje. Jaz mislim, da ni že. V bistvu kripto je doživel pravzaprav, kar jaz mislim, je bil ta zanimiv spet sekularni premik iz 30-40 let, a ne sekularnega zniževanja obrestnih mer, ki se je zaključil leta 2022 in zdaj smo šli v neko okolje, kjer so relativno spet, kjer so višje obrestne mere. In smo videli, kako se je celoten market odzval. Če pogledamo TLT, 20-letna ameriška obveznica, minus 50% še danes, od leta 2020 konkretno. In kripto ni bil imun na ta popravek, kot tudi niso bili v bistvu delniški trgi. Tako da jaz mislim, da spet gledati je treba, kaj je ta likvidnostna slika, kako bo to izgledalo. A res pričakujemo, treba je zmeri biti odprt za možnosti, ali pričakujemo, da bodo globalne centralne banke izbrale pot iz tega svojega dolga preko nekih deflacijskih dogodkov, ali pričakujemo, da bodo te centralne banke bolj izbirale pot iz te krize preko inflacijskih dogodkov. Se pravi, inflacijski pomeni ekspanzija denarja v obtoku. Zdaj, če bodo to deflacijski dogodki, jaz mislim, da bo zlato zelo dobro verjetno delalo v deflacijskih scenarijih, sprav to bi nekaj bila hud konflikt recimo, ali pa recimo in v tem primeru imamo spet Bitcoin in ostale kriptovalute, če verjamemo, da je Bitcoin tukaj nek ekvivalent. Če pa je naš spektr so bolj inflacijski scenariji, se pravi pomeni, da bomo širili količino denarja v obtoku in dobimo neko tako
nek tak čop, kot ga je mogoče Andraž opisoval. Jaz mislim, da v takih okoljih, jaz mislim, da so pač trdnejše valute, so dobre alternative. Tako nekako jaz v celoti gledam na to. To je malo daljši odgovor. Super. A je kakšno vprašanje mogoče z publike? Ne morem verjeti. Nobenega vprašanja, vse smo odgovorili, tako da prihodnost smo napovedali. Najlepša hvala vsem, ki ste danes sodelovali na okrogli mizi. Hvala tudi vsem, ki ste prišli na današnji dogodek. Predlagam, da se kar prestavimo zraven v sosednji prostor, ker nas čaka hrana in pijača. Poslušajte, Manihau, ne bo vam žal, ne?